Dame in gospodje, dobrodošli v še eno epizodo podcasta Brez dlake na jeziku, kjer je z mano povratnica v moj podcast. Ja, ena prvih političark, ki sem jih gostil lansko leto, mislim, da že skoraj več kot eno leto zdaj od tega, sem se pa odločil, da jo povabim še enkrat, ker je zdaj to zelo aktualna gospa, ki dviguje prah, kjerkoli se pojavi, ne še bolj kot nekoč. In moj prejšnji gost, Zmago Jelinčič, plemeniti jo je omenil v najnem pogovoru in sem rekel, da se spodobi, da jaz njo povabim v živo in jo povprašam v vseh teh stvareh, kar treba. In še marsikaj drugega. Dame in gospodje, z mano je ena čudovita ženska, resna kandidatka za še vedno najbolj očarljivo slovensko političarko. Tukaj ne odstopam. In seveda edina prava celjska poslanka, bi si upal reči. Sploh ne vem, če imamo koga še, ona me sicer vedno popravi, pa mi našteje enih par, ampak jaz se jih ne spomnim. Očitno nič kaj ne delajo, kako bi rekel. Skratka, z mano je Janja Sluga. Janja, lepo zdrav in dobrodošla še enkrat v moj podcast. Lepo zdrav vsem. Ja. Je se kaj spremenilo od tistega leta, ko smo bila prvič tukaj skupaj, ali je vse isto? Skoro se nekaj spreminja. Kaj največ? Kaj največ, kaj se je spremenilo? Ja, enkrat si na udaru, drugič si manj na udaru, potem te upravičeno imajo v zobeh, potem malo neupravičeno. Priznaš svoje napake? Seveda priznam. Okay. Tako. Ja, ok, Janja, da ne bova filozofirala, greva direktno v srž problema. Zmago Jelinčič je objavil na svojem Facebooku en izrez tvojega nastopa v parlamentu. Zdaj tam kamera oziroma te kati preskakujejo. In jaz sem ga imel na sumu, da je to malo zmontirano in prirejeno, ker iz tistega videa, ki ga je pač tudi slovenska javnost videla, dejansko je razumljeno, kot da ti si vesela, da se v Sloveniji govori samo še albanščina. Zdaj ti to meni pojasni, kaj pri milem Bogu si ti izjavila in kaj je bilo res, kaj je vzeto z konteksta, to najprej razpucala. A se govori samo še albanščina? Jaz nisem še slišala. Mislim, govori se, zdaj, da naj bi se, Dej, povej mi, kaj hudiče ta video. Mislim, grozen, kaj naj rečem, grozen, Ja. Da pač se informiraš o dejstvih, potem poslušaš tam na seji, 2 uri smo poslušali vse goste, ki so bili povabljeni, ki so seveda imeli stališča točno obratna od tistih, zaradi katerih je bila seja sklicana, in tudi sama sem nekako pritrjevala tem stališčem. In potem zagledaš ta nek video in nek glomazen naslov v nekem mediju ali pa na nekem portalu, ki se ima za medij, dajmo tako reči, da si rekel nekaj, kar sploh nisi nikoli rekel. Potem grem jaz to gledati, pa vidim, lepo so me zlepili, malo zrezali, malo zlepili, malo skupaj in potem seveda ljudje dan današnji, ne vem, če še kdo to verjame, jaz bi rekla, da je to ta izkušnja, ko si rečeš, da pač ne moreš več nič verjeti. Da tudi če vidiš, pa tudi če slišiš, ni nujno res. Ja, ampak kaj si ti dejansko rekla? Ja, si dejansko rekla? Jaz sem govorila pač o tem, da to govora je bilo o tem vabilu albanskim staršem na roditeljski sestanek. Ja, kjer je ravnateljica te šole zelo jasno povedala, da je bilo vabilo 2-krat poslano samo v slovenščini, da odziva albanskih staršev seveda ni bilo in da zato, da vzpostavijo nek stik z njimi in da na koncu koncev te starše tudi vključijo, da svojega otroka pri šolanju podpirajo, ker drugače bo imel otrok težave, starši težave in tudi šola težave, so poleg slovenskega vabila spodaj še pripisali vabilo na roditeljski sestanek še v albanščini, zato da bi ti otroci oziroma ti starši razumeli in prišli v šolo. Da to počnejo že 10 let in več, da se je to do zdaj obneslo, da so potem te starše končno v šolo dobili in so z njimi vzpostavili nek stik, kar bi tudi moralo biti pravilo. O tem sem jaz govorila in sem rekla, da je to dobra praksa neke šole, ki ima veliko število albanskih otrok in jih je treba nekako nagovoriti, ker v nasprotnem primeru jih pač ne vključiš, otroci ne sodelujejo, na koncu ne končajo šole, ne vzpostavijo stika z okoljem in se na koncu koncev ne integrirajo, to je pa tisto, kar je naš skupni cilj. Na to še pridem, ampak kako je potem to se zleplo, lahko to skupaj, da je to? Potem sem imela pa še drug del te moje razprave. Kaj si rekla, da so lahko zlepili? Sem pa rekla tako,
naša Florina, verjetno jo poznate, me je povabila v Velenje na albansko kulturno društvo, da mi pokaže, kako z albanskimi otroci dela popoldne z njimi domače naloge, kako jim pomagajo, kako jih učijo in tako naprej. In jaz sem se temu vabilu odzvala, tako kot se vedno odzovem, ko me kdo povabi. In prišla sem seveda jaz tja v Velenje, na to društvo, tam je bilo 25 otrok, zelo različnih. Nekateri so ravno prišli, niso govorili nič slovensko, nekateri so se rodili v Velenju, so govorili odlično slovensko, niso znali nič albansko in tako naprej. In ti otroci so za mene pripravili recitacijo v albanščini in namen te recitacije je bil meni pokazati, kako se oni počutijo, ko ne razumejo slovenščine, pridejo k pouku, cel dan sedijo pri pouku, ne razumejo niti besede. In 3 otroci so meni recitirali to, ne vem, par minut in jaz sem ves čas čakala, da bo potem sledila še ista pesmica v slovenščini in je ni bilo in so mi pojasnili, da je to bil pač namen in sem si rekla, jaz sem se počutila tako zelo v stiski, moram reči, ko so ti otroci recitirali, pa nisem razumela niti besede, ker nisem imela pojma, o čem govorijo. In to je bilo v bistvu tisto, da mi je dalo misliti, kako se počutijo oni, ko ne samo, da ne razumejo, ampak jih mi še celo zavračamo. In zato sem rekla, da je bilo prav, da so mi to pokazali. Aha. In to dvoje je zdaj bilo skupaj zlepljeno, torej preskočili smo iz mojega govora o šoli na ta drugi del in to smo malo skupaj zlepili in to se je super fajn poklopilo, da je zdaj vihar. Ampak zdaj mi pojasni to, če gledaš, ne, to so dejansko, zdaj se malo smejeva temu, ampak to je dejansko zelo, ker to ni bila umetna inteligenca, ne, to je bilo dejansko, če rečemo zdaj lažnivo, očitno, več kot očitno skupaj sestavljeno, ampak ni to kaznivo dejanje. Če to memo, daj si te lase, si malo stran, daj čez mikrofona, ni to kaznivo dejanje, da sestaviš nekaj, kar ni res in to serviraš na javnost in dejansko sprožiš pogrom nad nekim človekom. V tem primeru recimo nad teboj. Jaz se bojim, da smo postali imuni že na to, ne. Ja. Jaz bi si želela, da ljudje ne bi na tak način poskušali drugih ljudi diskreditirati, ampak da bi dejansko na to, kar sem povedala, imela raje argumente, zakaj nimam prav. Se jaz dopuščam možnost, da nimam prav, absolutno. Lahko mi nekdo reče, da se z mano ne strinja, ampak naj pove, zakaj se ne strinja. To, da pa potem tako zlepijo in te diskreditirajo, to pa... Mislim, kaj naj rečem? Kaj boš naredila? Zdaj, boš dala mir, boš se sprejela to? Jaz sem na ta medij poslala zahtevo za popravek. To je bil nek portal, ne bom zdaj mu delala reklame. Pošteno. Sem objavila, kogar zanima na Facebooku, ampak jaz sem naslednji dan skladno z zakonom o medijih poslala zahtevo za popravek in oni so celo na moje presenečenje ta popravek takoj objavili. Ampak to ni zdaj, seveda to ni enakovredno temu, kar je pa zdaj ta gospod, ki si ga omenil, razširil naprej in je to malo zdaj razlika. Ampak čakaj, oni tudi dejansko niso vedeli, da je to zlepljeno skupaj, kaj mi hočeš povedati? Jaz da so kar nekaj dobili in so pač objavili, brez da bi poslušali pravzaprav, kako je narejeno to. Ker nekaj tam se prav očitno vidi, da preskakuje nekaj. Ali so v navezavi, ali je to bilo na eni strani najprej, na drugi strani ne morem vedeti in tudi verjetno ne bom nikoli ugotovila. Dejstvo pa je, da očitno jim je bila moja razprava toliko tehtna, da niso imeli argumentov, da bi nasprotovali in so se potem pač na tak način lotili nekoga, ki si rekel sam dela in je viden in ga je treba na vse načine pač diskreditirati. Se pravi, če to poslušaš, je res ono malo, čekaj, kaj je teta Jana se je zmešala, kaj ta govori, pravzaprav, ker to je bilo res tako narejeno, dobro, zdaj, če bi ti tako mislila na vse zadnje, tudi to je tvoja pravica, na vse zadnje ti lahko misliš, da je tako tudi prav, se ti ne more noben reči, da ne. Absolutno ne mislim tako. Meni je bilo čudno, zakaj so te tako čudni skupaj zlepljeni. To je meni smrdelo. Ravno mi smo bili tisti, ki smo uvedli še za pridružene družinske člane slovenščino na ravni preživetveni, zaradi tega, da se vsaj tistih nekih osnov hitreje naučijo, ker je vedno in povsod bilo moje stališče, tisti, ki pridejo sem, se morajo naučiti slovensko, pika. To sploh ni. Tu se sploh ne vem, zakaj se še o tem pogovarjamo, ker je to nujno. Ker sicer ti ne moreš pričakovati, da se bodo ti ljudje vključili. Bi bilo pa zelo nefer v bistvu reči, zdaj pa mi vas rabimo, vi ste delovna sila, se veš, kako delodajalci pravijo, nimamo ljudi, dajte gor pripeljati, potem pa jih ti pripeleš, potem jih pa tam pustiš in jih samo izkoriščaš za to, da delajo. To pa je nekaj,
s čimer imam jaz pol težavo. Ti otroci na koncu se niso sami odločili, da pridejo gor, ne? Nekdo drug se je za njih odločil. In tudi se niso sami odločili, v katerem trenutku pridejo gor. Niso vsi prišli gor, ne vem, na začetku šolskega leta, pa jih tam postaviš, pa jih rečeš, ti boš pa v tem razredu, pa tako naprej. Eni pridejo vmes med šolskim letom, eni pridejo na koncu semletke, eni pridejo na začetku. In ti otroci, pravim, niso nič krivi, ne zato, kar se jim zgodilo tam, kjer so bili prej, ne zato, kar se jim dogaja zdaj tukaj. In če hočemo, da se bodo vključili, da ne bomo imeli na koncev težav, da ne bomo zdaj rekli, da bomo še eno narodno skupnost getoizirali, da se bomo še z eno narodno skupnostjo ukvarjali na nepravi način, ampak da se ti otroci res naučijo slovenščine, da začnejo prispevati k družbi, da se potem na koncu zaposlijo in tako naprej. Potem v enem trenutku, v tistem času jim je treba neko roko ponuditi. Jaz bi si želela, pa verjetno tudi ti, da bi zamahnil s čarobno palčko, bi rekli, danes ste še, ne vem, na Kosovu ali pa v Albaniji, jutri ste v Sloveniji in vsi znate slovensko. Ampak to ni tako, slovenščina je težek jezik. Še Slovenci ga ne znajo, by the way, mnogi, ne? Absolutno se s tabo strinjam. Ko ga je treba pisati v komentarjih na Facebooku, pa se bolj zgovarjajo na razne stvari, pa vemo vsi, da so pol pismeni, ampak pustimo. Ja, okay. To se s tabo strinjam. In ti ljudje, ko pridejo gor, ne znajo v pol leta slovensko ali pa v enem letu. In tistem mestnem času, če jih nočemo udriniti na rob, jih je treba nekako in všeč ali pa ne, jim je treba roko ponuditi. Čekaj, zdaj to me živcira, tole spet se ti tole neki, evo takle. Ampak glej, zdaj pa, če gremo v ta res ta srž problema te ravnateljice, ne, razumeš, jaz sem tudi... ona ni srž problema. Pravim, ampak mislim, okay. v to debato, ne, jaz sem se tudi parkrat oglasil na Facebooku, pa sem tudi, so me nekateri prebili na križ, ampak jaz sem se oglasil zgolj in zato, ker ne maram teh javnih linčev, ne. Jaz nisem razumel, pa so mi pol pojasnevali, pa gordol, ampak jaz nisem razumel, da lahko, meni osebno je to malenkost. Ne? Jaz sem zelo zaskrbljen nad slovenskim narodom, če jih ena taka malenkost tako prestraši, da bomo kar zginili z obličja zemlje zaradi enega pisma, pa smo res hlapci. Pa nas je lahko sram, da nas taka mala stvar, kot je fucking pismo v albanščini poslano albanskim otrokom, tako stira vrže, da dobi občutek, da smo izgubili svojo identiteto, da se Trubar v grobu obrača. Tu sem se jaz zgrozil, da smo tako nesamozavestni, da nas to vrže stira. Ne? In druga stvar, kak pogrom se je zgodil nad to gospo. Ne? In jaz sem se sam vprašal, a bo kdo njo zdaj prebutil, jo bo kdo, ne vem, ubil. Mislim, ljudje so ponoreli takrat. Ne? In sem se vprašal, a mi sploh vemo, kaj delamo, ne? Koliko smo tak fejst jezni. In te zdaj vprašam najprej to, kako je mogoče, no, da so ljudje zagnali tak vik in krik in tako božjo jezo, kot da bi nekdo, ne vem, strelil na njih. Jaz to še zdaj ne morem verjeti. Kaj misliš ti, kaj je fora tega? Pa ne vem, jaz tega preprosto ne razumem. Ja. Razumem, da jih nekdo ščuva. Kar neki ljudi jih ščuva. Vemo, kdo je to začel in vemo, na kak način, ampak da ljudje padejo na to foro. Ker namreč, zakaj sem se zdaj nasmejala, dobila sem kar nekaj mailov, kjer so ljudje mi učitali ravno to, kako je mogoče, da se vi s tem strinjate. Seveda se jaz s tem ne strinjam, to smo zdaj razčistila, ne? Ampak druga stvar, ki sem jim jo pa napisala vsakmu posebej v odgovor po mailu, je pa ravno to, kar si rekel. Da 5 stavkov vabila na roditeljski sestanek v albanščini nikakor ne ogroža ne Slovenije, ne našega jezika, ne našega obstoja, ne ničesar. Da se mi pa zdi bistveno bolj problematično in da to pa naš jezik ogroža, je pa to, da sami ne spoštujemo svojega jezika, da uporabljamo, ne vem, angleške, nemške, ne vem kakšne še besede, da se sami ga ne naučimo zdaj zavedno ali pa mogoče včasih niti sami ne vemo, da ne obvladamo slovenščine tako, kot bi se spodobilo, da jo obvladamo. To se mi zdi pa veliko večji problem, ker vidim, da znanje, nivo jezika pada. Vsako leto slabše je in ljudje se ne zavedajo dovolj pomena, ko si rekel te komentarje, ko bereš, tudi tam je treba spoštovati slovenski jezik, tudi tam je treba narediti veliko začetnico, pa postaviti vejco tam, kamor paše. To sem se jaz res nasmejal, sem mislil, tisko je največji domoljub, ne?
Pa najbolj glasen za ohranitev slovenskega jezika je imel vsakem, pa pustimo zdaj vejca še najmanjši problem teh stvari. Tako pa tudi, bom rekel, tiskarsko pustimo, tudi ta se zgodi, govorimo o slovnici, ne? Govorimo o spakedrankah, ne? In sem rekel, če si tako borec za slovenščino, napiši vsaj komentar knjižno, ne? In to se pa, če ti si zadnji, ko se tu lahko oglašam, ampak vseeno, Janja, no, če te še vsem vprašam, ne, više pa tak hec, ne, potem pa se nekdo postavi na stran te, bom rekel, žrtve v tem primeru, to je bila za mene ravnateljica in si takoj, ne vem, ljubitelj Albancev, odpeli si jih domov, si se prodal, to ti plačujejo, kaj se greš, tebi vem, da so učitelji, da lobiraš za mesto veleposlanice albanske zaradi tega, ja, to je Zmago Jelinčič tudi izjavil, ne, tako da tudi to te bom zelo vprašal, ne, torej, no, zakaj ljudje misliš, čakaj, ne rečejo, čakaj, on dejansko samo se je oglasil za to, ker noče, da bi ti ravnateljci nekdo zaradi te kurčeve, če rečem tako malenkosti, res kaj naredil. Ljudje, dajte se umiriti, predal ste šli, takoj pomeni to, da si proti slovenščini, da si se prodal, da si albanski plačanec in tako naprej. Ti lobiraš za to, imaš doma verjetno Albance, Ne, pač pa moj mož govori par besed albansko, da se lahko pohvali, ker meni se zdi to dober. No, ampak zakaj misliš, da ljudje tako odreagirajo, pa kar nekoga vžigose, ta je pa prodan, kaj fora, no, kaj misliš o tem? Pa jaz mislim, da ljudje, če bi poznali vso vsebino, vse podatke, vse tisto, kar sem jaz prebrala, ko sem se na to sejo pripravljala, dejanske podatke, ki jih dobimo z ministrstev, tisto, kar je ravnateljica tam povedala. Tam je bilo na koncu koncev 20 gostov, ki so bili vsi iz stroke. Se pravi, od združenja ravnateljev do 2 šol, ki so uvajale pilotne projekte za priseljence. Ne samo za Albance, za vse priseljence. Namreč ta šola ima tudi otroke iz Brazilije, pa iz Indije, pa celo 3 iz Kitajske in tako naprej. Tam so bili člani SAZU-ja. Mislim, vsi so opozarjali eno stvar. Mi se moramo potruditi, da te ljudi vključimo, ker oni se ne morejo, ker imajo to jezikovno bariero. Počutijo se izključene, ne vejo, kam se naj obrnejo. Zelo lepo je bilo povedano, da ta tečaj slovenščine na osnovni, pravi na preživetveni ravni, ki smo ga, mislim, da 2 leti nazaj uzakonili, ne uči teh ljudi samo osnov slovenščine, torej prosim, hvala, kako si eni predstavljajo, ampak tudi kaj Slovenija je. Kako je Slovenija organizirana, kako je zdravniku, kje je zdravnik, kako so, ne vem, kje dvigneš zdravila, kako je v šoli. Recimo te starši niso vajeni, da so v šoli tako roditeljski sestanki kot govorilne ure, ker tega dol pri njih pač nimajo. In ne razumejo, kam jih vabi šola, ko jih vabi šola. In hočem reči, te osnovne stvari, ki jih oni ne vedo in se nikakor ne znajdejo, ko prvič pridejo v šolo, ko navežejo stik, obstaja veliko večja možnost, da se bodo vključili. In še en podatek. Ob tem obisku v Velenju, kjer sem jaz potem govorila tam s temi ženskami, ki se trudijo, delajo domače naloge s temi otrocmi, rešujejo tudi njihove čisto privatne probleme, učijo jih ne samo slovenščine, učijo jih tudi angleščine in učijo jih nekatere tudi albanščine, ker je ne obvladajo več, to so zdaj že 2., 3. generacija, ki govorijo samo še slovensko. Ampak kaj mi je bilo povedano, seveda ti otroci hodijo tja vsak dan in tudi one morajo starši komunicirati, kaj otroci pri njih počnejo, na kak način bodo z njimi delali in sklicujejo govorilne ure. In včasih, pred leti, ko so začeli s tem projektom, so napisali, govorilne ure so takrat, pa takrat so mamice prišle. Danes jih ni, pa veš, zakaj jih ni? Ker so vse v službah. 95% mamic teh otrok je danes v službi in so se vključili. Se pravi, da je to pravi način, da se z njimi dela, da se malo potrudimo in se seveda tudi, kaj misliš, da si oni želijo, da nas ne razumejo. Seveda si ne želijo, vsi si želijo govoriti slovensko. No, pa vseeno, te vprašam, kaj pa te argumenti, ne? Tukaj se govori slovensko. Absolutno Če se ne znaš naučiti, tvoj problem. V nobeni drugi državi ti ne bodo pošiljali pisem v tvojem jeziku, bla, bla, bla. Kaj pa porečeš na te jezne argumente? Ja. Ko sem govorila s to gospo iz SAZU-ja, ona je doktorica in se ukvarja s tem in je delala raziskave in je ugotovila, da ko so se Slovenci med obema vojnama izseljevali v Ameriko, so tudi oni dobivali vabila v šolo v slovenskem jeziku, ker je to vsem normalno bilo. Kaj pa danes, v modernem času? Ja, dobro, imamo pa Melanijo, ki je 30 let v Ameriki, pa se mi malo norčujemo, kako govori angleško. Recimo v drugih državah, imajo to prakso ali ne? To jaz ne vem, to tebe vprašam. Mislim, absolutno
tam, kjer je veliko priseljencev, seveda se dela na tak način, ker drugače pa ne dosežeš teh ciljev. Zakaj so pa pol ljudje po tvoje tako znoreli? No? Zakaj so tako znoreli? Ne vem, težko, mislim, jaz se težko uživim v kožo nekoga, ki na tak način razmišlja. Zato ti ne znam odgovoriti na to, razen to, da jih pač nekateri podpihujejo. Kolega, ki je začel, ki je tudi prvi objavil to vabilo, on jih podpihuje in to zelo grdo. Ne? In ne vem, ali drugega nimajo, to je vedno neka taka tema, kjer se bomo zdaj vsi združili proti nekomu. Ampak, če te zmotim, misliš, da je problem prav v Albancih, da so ljudje alergični na albanski narod, pri nas v Sloveniji, da je to glavni problem? Da je samo to dejansko problem, čisto nič drugega. Jaz sem ravno o tem razmišljala, ne, da ko se je recimo zgodila vojna v Jugoslaviji, pa so te jugoslovanski bivši narodi prihajali k nam, takrat se ne spomnim, da bi bil problem z nekom spregovoriti par stavkov v hrvaščini ali pa v bosanščini ali po srbščini. Nismo iz tega delali neke težave, ali pa se jaz ne spomnim. Tudi nam ni problem, ne vem, ko srečamo nekoga, ne vem, veliko je zdaj Američanov, ki promovirajo Slovenijo, so se preselili v Slovenijo. Ne znajo slovenščine nič, čeprav že nekaj let tu živijo in ljudje se z njimi brez vsakih težav pogovarjajo angleško. Ali problem so ravno ti jeziki, tako kot praviš? No, ne razumem. Ker namreč A ti razumem? Mislim, ne vem. Jaz sem skušal to, zdaj tudi Zmagota Jelinčiča sem to vprašal. On je rekel, da je to zato, ker jih je preveč. In so zdaj ljudje začeli bati. Bati česa? Prevlade, albanske prevlade. Vidiš, to je pa to, vedno se ljudje bojijo nečesa, kar ne poznajo. Ne? Ja. Zato pa jaz vedno odgovorim, ko me povabijo. Jaz se udeležim vedno, ko me Srbsko kulturno društvo Celjsko povabi, ko me Albansko kulturno društvo povabi, zato, da se s temi ljudmi srečam, da spregovorim par besed, da vidim, kaj počnejo, da vidim, na kak način, na koncu vidiš, da ni to noben bav. V Celju sem zdaj srečala več žensk kosovskih, ki že leta tukaj živijo, ki imajo vsaka svojo firmo, da se razumemo. Niso doma, kot si ljudje predstavljajo, da doma čakajo. Da imajo po 10 otrok, pa imajo doklade in tako naprej, da je večina takšnih. Te ženske so aktivne, imajo svoje SP-je, delajo in mislim... Kaj pa tisti drugi, ki pa niso takšni, a je tistih preveč? To ne ugibam, zdaj to te sprašujem. Zakaj bi bilo preveč, če pa gospodarstvo pravi, da še rabi, da jih je premalo? Veš, tu pa pridemo do tega, do ene diskrepance. Ne? Gospodarstvo pravi, mi še rabimo delovno silo. Okay. Potem smo mi poskušali v zakon dati, ker smo ugotovili, da ti ljudje, ki pridejo recimo in delajo na gradbiščih in tak naprej, ti ljudje pridejo, firme jih rabijo in nimajo časa, da bo zdaj najprej 2 meseca hodili nekam se slovenščino učiti. In mi smo poskušali doseči dogovor, da bi delodajalec v vmesnem delovnem času, ko so 12 ur po gradbiščih, da jim nameni 2 uri, da grejo vmes se učiti slovenščino. Ker samo tako se jo bojo naučili. Ne, niso za to. Delodajalci niso za to. Niso za to. Ker namreč ljudje pravijo, da se oni nočejo naučiti jezika. Ni res. On pride, on ga že tam z delovnim dovoljenjem čaka, gremo, sam delati. 12 ur na dan so na gradbišču. Ena gospa se je pa oglasila tam v komentarju pri meni, ne, da pa je z Albanije oziroma z Kosova in da se je želela naučiti, ampak da to ni tako enostavno, ker ti tečaji jih ni to, ko mislimo, se tudi čaka, je gužva, ne, da ti priješ, ne moreš kar v enem tednu se naučiti. Ne, ampak se pravim, tukaj so Slovenci, ampak se pravim, nek razlog, jaz razmišljam o razlogih, zakaj je nekdo takšen, kot je. Ne? In očitno so se začeli Slovenci albanskega, kosovskega naroda bati. Ker imajo idejo. Stvar, da ti povemo, ko si rekel, ni tečajev. Res je to bilo, dokler nismo mi uvedli tega preživetvenega nivoja, ki smo ga uvedli ravno zaradi tega, ker je bilo premalo izvajalcev, ker ti izvajalci morajo biti certificirani in ne more biti kar vsak. In so bile čakalne vrste za te tečaje. Par tisoč ljudi se upiše na te tečaje vsako leto. In potem smo mi uvedli še ta dodatni tečaj, kjer pa lahko smo potem zbrali, kdo ga bo izvajal, poleg tistih, ki so bili certificirani. In to je v bistvu zdaj še dodatno poteka na neki osnovni ravni, dokler ne prideš na vrsto za te, o katerih ti govoriš. Da smo še to vrzel nekako zapolnili in da dosežemo, da se začnejo vključevati v bistvu čim prej po njihovem prihodu sem. In tega prej ni bilo. Ti ljudje so dejansko
čakali po par mesecev, da so sploh lahko prišli. Ta je to rekla, in zato je to samo še en dokaz, kako mi mislimo, da je pomembno in da morajo se naučiti slovenščino. Ampak, če potegnemo črto, ti torej praviš, recimo, da v Celju, Slovenski Biserci, Slovenskih Konjicah, Albanci niso nikakršen problem, v smislu, da bi jih bilo preveč, da nam bojo posle prevzeli, da bojo vse pokupili, da imajo plan, ne vem, celo Slovenijo zasediti, postaviti župane, na koncu imeti predsednika, namreč to so teorije, ne? Mislim, jaz prvič za te teorije ne vem, drugič nisem strokovnjakinja. Jaz ti govorim, kaj ljudje govorijo. Področja, da bi lahko karkoli tukaj potrdila ali pa zanikala, ne morem. Lahko pa trdim, da če jih bomo izločali, da če jih bomo ozmerjali, tako kot so jih zadnjič tudi na tem odboru, da bomo naredili samo še slabše. To pa z gotovostjo lahko trdim. No pa, kaj pa misliš, predno zaključiva to temo, kaj pa je v ljudeh, Slovencih zadnje čase, da so tako sovražno nastrojeni proti vsemu, pa so to migranti, so to geji, so to, ne vem, zdaj Romi po novem, Albanci, prej so bili Bosanci. Vse, kar je tu Slovence ali straši, ali plaši, ali imajo neko osnovo, da se bojijo, pa mogoče res, ne vem, ti ljudje se jim bolj skozi prste gleda pri kriminalu, pri, ne vem, dokladah, pri vrtcih, ali je to laž, no? Ker pa kdo neke podatke objavi, glejte, tule je dobila tale albanska familija to in to, pa so dobili stanovanje, mi Slovenci pa ne dobimo. Je kaj na tem ali ni? Kaj ljudi to tako zmoti? Neka osnova tu mora biti. Najprej si moramo povedati, da to ni sam Sloveniji. Ne? Ja. Da v bistvu okrog in okrog nas te neke nestrpne ideologije, bom tako rekla, da ne bom kakšne hujše besede uporabila, v bistvu so v sponu. Okrog in okrog nas. In to se dogaja po celi Evropi, da sploh Ameriko sploh niti ne omenjava. In ni to problem samo Slovenije. Ne? Zdaj, zakaj je tako? To je vprašanje verjetno za kakšne družboslovce, za kakšne antropologe, za kakšne raziskovalce, zakaj se je to zgodilo tako, kot se je zgodilo. Tega, mislim, razen to, da poskušaš pomiriti, da poskušaš ljudem prikazati več plati, da jim poskušaš dopovedati, da ni prav in da na tak način bomo dosegli ravno nasprotni učinek, jaz kot političarka kaj drugega narediti ne morem. Ko pa to poveš, pa vidiš, kaj se zgodi, pač poskušajo to uporabiti proti tebi. Ampak dejstvo je, da gospodarstvo terja delovno silo, terjajo še 10-krat več, kot jo v tem trenutku imamo. Zdaj se je začel sporazum izvajati recimo s Filipinci. Filipinci prihajajo, mislim, tu je tudi vprašljivo, koliko bomo skupaj prišli pri kulturi, tukaj se bomo morali tudi kar potruditi, da bomo te ljudi integrirali. Ne? To niso zdaj več bivša juga, kjer smo bili relativno blizu po neki miselnosti. Ne? Tako da svet nedvomno gre naprej in mi preprečiti tega, da se ljudje k nam priselijo, pač ne bomo mogli, drugič pa rabimo jih. Ne? Ja. In seveda so med vsemi narodnostmi tako kriminalci kot tisti, ki so v redu. Tudi med Slovenci so kriminalci pa tisti, ki so v redu, ampak nikakor pa ne moš potem reči, Slovenci so vsi super fajn, Filipinci so vsi kriminalci, Albanci so, ne? To je pa narobe. Ne? In med enimi in med drugimi so taki, ki so nam lahko za zgled, ki dobro delajo, ki se trudijo, pa so oni drugi, za katere pa seveda morajo zakoni veljati popolnoma enako kot za vse ostale. Ker videla pa si, zdaj z tega primera ravnateljice, si pa vseeno lahko v praksi videla, kako so ljudje sovražno nastrojeni proti Albancem. To je bila pa učna ura tega. Če to prej kdo ni vedel, je to učna ura tega. Ampak spet ne vsi. Ja, to je dejstvo. Sam tisti, ko niso, so manj glasni od tistih, ki so. To je pa vedno. Vedno so tisti, ki so proti, bolj glasni. Jaz sem bil kar zgrožen, moram reči, da koliko je v ljudeh prišlo ven te jeze prav do albanskega naroda, se pravi tega naroda kosovskega, ali skot so prišli, in sem rekel, pizdarija, ali je to neka osnova, nek razlog. Se pravi, jaz se premalo spoznam na to tematiko, da bi bil lahko tu pametoval, ker jaz nimam vpogleda v to in to, ampak ljudje to res je vzbudilo tako stvar, da sem sam čakal res, da bo šli tja, bojo uravnatelji, da bojo ustrelili, da bi rekli, da grejo kamenjat, tako v arabskih državah, v starih časih, na sred ulice, pa ko Marija Magdaleno, pa gremo jo pobiti s kamni, ki se je prodala Albancem. Ne bo se kaj takega zgodilo, se je pa na tej šoli to odrazilo, to pa verjetno veš, da se je zgodilo.
da ti otroci, ki so prej čisto lepo skupaj hodili v šolo, so bili prijatelji, so se družili in tako naprej, so se zdaj zapletli v spore ravno zaradi tega, da so to učiteljico, ki je albanske narodnosti, ki poučuje v slovenščini, ne glede na to, kaj ti bo tvoj gost prejšnji rekel, ker se je že tudi on na njo spravljal, ampak to učiteljico zdaj zmerjajo in zaradi nje so potem tudi otroci eni obranijo, drugi jo napadajo in so se otroci med sabo sprli. In to je v bistvu tista najhujša stvar, ki se lahko zgodi, ko ti tako nepremišljeno zaradi takih stvari napadaš neko prakso, ki je v bistvu nujna, če hočemo doseči to integracijo. Ne? Težko, težko bomo se pogovarjati z njimi, če ne razumejo niti besede. Ne? In na nek način ena stran mora začeti, ne? Če hočeš priti do nekega sožitja. In še enkrat, to so samo otroci. Mislim, kaj? Jaz ne razumem, komu so ti otroci nevarni. Ne? In ne vem, težko si predstavljam. No, pa zaključimo to albansko temo še s tem vprašanjem, enkrat s to tvojo veleposlaniško zgodbo. Ne? Tu pravijo, Zmago je pa še rekel, da ti to lobiraš, da boš veleposlanica. Ne, nikoli mi še ni uspelo. Dobivam seveda vabila tudi iz veleposlaništva Kosova, tako kot iz vseh ostalih na neke dogodke, pa žal mi še nikoli ni uspelo priti, da bi bilo v nekem takem terminu, da bi se na to vabilo res lahko odzvala, pa da bi tja šla, žal še ne. A bi sprejela to? Srečala sem veleposlanika tako albanskega kot kosovskega, za isto mizo sta sedela, ne glede na to, da je tudi tam en tak spor. In sta zelo prijetna, ampak to je to. Ja, kaj pa pravite na to stanje tu? Ste se kaj to pogovarjali? Kaj pravijo glede na sovraštvo ljudi? Nismo se, ker sem videla, da oni zelo dobro med sabo sodelujejo in ni bil primeren trenutek, da začnemo neke take debate. Ok, Janja, zdaj pa če skočimo, da imamo same take grde teme, nobenih sproščenih, ki so čutni časi, ampak moramo skočiti na ta zelo glasni celjski umor, bom rekel, ki se je kar malo pozabil zaradi tega romskega zločina, ki se je zgodil zdaj in je bolj aktualen postal in tega so kar malo smo pozabili na njega. Dejansko imaš kakšne nove podatke zdaj o tem, ko so tega gospoda, ta mularija sredi belega dne skoraj so ga zbili po tleh in je umrl. Pa so kakšne nove stvari, ali kak je tvoj pogled na to, da se moramo Celjani bati ven hoditi? Pa zakaj je ta primer po tvoje manj aktualen zdaj kot ta romski, ki je pa celo Slovenijo zdaj zaobjel, ker so bili Romi storilci? To je zanimivo. Mene najbolj boli to, ker sem sama otrok, ki je zrasel v enem družinskem nasilju. In me bolijo te stvari. In ni bil samo ta celjski. 10 dni nazaj je en moški umoril žensko v Pivki, če se spomniš. Nimam seveda podatkov, to, kar me sprašuješ o konkretnem primeru, ne vem. Tisto, kar zasledim v medijih, tako kot tudi ti, ne vem, kaj se s tem dogaja. Baje so ti mladostniki se sami javili, kar je tudi prav in jaz pozdravljam, da so se. Ampak vsako leto v Sloveniji umorjeni 7 do 10 žensk. To je Slovenk? Ja, Slovenk. Kaj je pomembno, če so Slovenke? Mislim, fajn je vedeti, da ne bo spet kakšna dezinformacija. 7 do 10 žensk je po statistikah policije od slovenske roke. No, to je pomembno zdaj. Ne vem, če je pomembno. Od katerekoli. Te ženske so na koncu mrtve, to je rezultat. No, pa da te to vprašam, nič se ne govori, se dogovori? Pa pravim, mi nismo NSA sklicali, ni se mestni svet zdaj usedel, ne v Pivki, ne v Celju, ne vem kaj. Seveda, da ne, zato ker je to sistem, ki mora te dogodke sprocesirati. Ampak mi nismo imeli v državnem zboru še niti NSA strani teh istih ljudi, ki so zdaj zaradi tega albanskega vabila zahtevali sejo, da bi pa zahtevali sejo, kaj bomo naredili s temi femicidi, kaj bomo naredili z družinskim nasiljem. Tega je ogromno. Ravno danes sem poslušala eno raziskavo, ki jo je delala Fakulteta za družbene vede o psihološkem stanju mladostnikov. Vsak 4. je doma podvržen neki obliki nasilja. Vsak 4. mladostnik? Meni je to grozno. Mi se pa o tem nič ne pogovarjamo. No pa, da ti skočim not, Ja. Zakaj, recimo, zdaj to je tako blesa, se pogovarjam, kjer umor je zdaj pomembnejši, to je idiotski kontekst, ampak vseeno, bodma direktna, bodma iskrena, Recimo, gledaj, rekla si 7 do 10 žensk na leto umre od slovenske roke, še enkrat poudarjam, Tu je umrl eden od romske roke, odstopi. Pribijanje na križ, revolucija, norija. To
pa kot da ni. Ne? Zdaj, kaj je fora, ali je tam res, dobro, Romi so v Novem mestu, tukaj si ne smemo zatiskati oči, to sem se malo raziskal, danes so med 800 kosov orožja zasegli, to niso heci, to je pizdarija. Ni 800, ampak so, hvala Bogu. To je velika pizdarija, to moramo veriti, ne? Na to še pride, ampak te stvari recimo niso pa nikoli takšne nek vseslovenski boom, ne? Tudi ta celjski umor je bil, ampak ker potihno, ne? To, ko pa žensko ubijajo, to je pa, je že sama kriva, ali kak, jaz ne vem, no kaj je tvoj pogled? Niso vsa življenja enako vredna pri nas, to mi razloži, ali je važno, kdo te ubije. Prvič je važno, da si moški. Kdo te ubije? Ne, prvič je očitno zelo pomembno, da si moški, ker če ženske umremo, se nič ne zgodi. Mislim, je to tako, kot zdaj praviš? A si vedel ta podatek? Ja, no vidiš. Ja, pa kdo je, mislim, to je pa bilo ki v medijih, zakaj so umrle? Mi smo spremenili. Ja, seveda, družinsko nasilje. Takoj, ko rečeš družinsko nasilje, to je nekaj, kamor se ne smemo mi vtikati. To se je meni isto dogajalo, ko sem bila mala. Vsi so vedeli, kaj se pri nas za 4 stenami dogaja, pa noben se ni vmešal, ker to ni njihova stvar, to je stvar familije. Ni. Tisto, kar smo mi naredili, je, da smo to prekvalificirali zdaj, da je to umor, to ni družinsko nasilje, to je umor. Čak, to ni veljalo kot umor. Seveda je, ampak vsak je rekel družinsko nasilje. Me razumeš? Femicid. Ne? In to prvič je to. Se pravi, najprej moraš biti moški. Potem moraš biti, kot si rekel, žal, Slovenc. In potem je najbolj idealno, če te še nekdo, ki je neke druge narodnosti umori. To je pa najbolj idealno. Potem se pa začne podpihovanje, pa se ta protest v Novem mestu, kaj ti misliš, da so bili tam dejansko samo Novomeščani? Niso bili. To je bilo organizirano, cele Slovenije so šli dol zato, ker nekdo to vse skupaj podpihuje. Pa jaz ne podcenjujem tega problema, da se razumemo. Absolutno, da jaz tam dol živim, da mi, ne vem, tako kot opisuje ljudje, da jih je strah, da zaklepajo vrata, da jim vse pridelke z njive. Mislim, to je res grozno. To niso hezi, Ampak zakaj se je to zgodilo? Hkrati pa, zdaj, ko sem prišla, sem ravno poslušala Marcela, ki je imel gosta, in oni nam rečejo, vsa zakonodaja je že taka, policija že ima pooblastila, tudi CSD in na koncu koncev to, o čemer se zdaj pogovarjamo, če otrok ne bodo pošiljali v šolo, ne bojo dobili otroškega dodatka v denarju. Se to že zdaj v zakonu piše? Ampak zdaj ne piše mora CSD, ampak piše lahko. Če po strokovni presoji Centra za socialno delo je to v redu. Ali ni niti enega takega primera, ker tega pač ne počnejo. Policija, zdaj je šla, zdaj so šli, so naredili racijo. Zakaj že prej niso šli? To se jaz sprašujem. Ja, no to sem vprašal. Potem se sprašujem, zakaj ob isti zakonodaji, ob popolnoma isti zakonodaji, ki velja v celi državi, je na severovzhodu pošlihtano, na jugovzhodu pa ne. No tako se zdaj govori, so združene te kriminalne združbe, tako v filmih, ko vidiš, ko je Boter 1 pokazal, da med politiko, mafijo in poslovneži ni razlike, ne? Da je to vse povezano, to pa to, tako se govori, jaz ne vem. In da zato enostavno policaj ne gre, ker ve, da ne sme iti, ker je tako zmenjeno. To se govori, jaz ne morem to potrditi. Sam pa bi mogel odstopiti, če kdo drug, ne sam minister. To je zdaj meni hec, ne? In razmišljam, razumeš, ampak dobro, ko si že omenila, no pač tebe še zdaj vprašam, ko si rekel to, da je v tvoji družini, kaj pa je bilo pri tebi doma? Lahko nam to kaj poveš, če si že omenila zdaj dvakrat? Ja, lahko. Pač, poskušam vedno, ta empatija, ki je v vsaki situaciji, pa neke svoje izkušnje, ki jih ima vsak od nas. Eden take, drugačne, moje so pač take. Jaz sem pač zrasla gor v familiji, ki je bila, mi smo rekli knapovska, se pravi družina rudarjev, generacije nazaj so bili rudarji in temu primerno so bili tudi družinski odnosi. Moj foter je bil pač tudi zapit, alkohol je bil tisti, ki je narekoval celotno njegovo razmišljanje in doma se je spravilo na nas. Na mene pa na mojo sestro predvsem psihično, moram reči, niti ne toliko fizično, na mamo pa fizično. To so bili kar šovovi. In moj najranejši spomin recimo na otroštvo je, ko sem morala biti stara po moje 4 leta, ker je že sestra bila. In se spomnim samo to, kako smo po kopanju si sušili lase in on je prišel domov, seveda pijan in mama naj je samo spakirala v sobo. In se sam spomnim, kako smo v Kinderpetu jokale,
čez kletno okno, bili smo v enem takem kletnem stanovanju in to okno je bilo takole malo priprto in midve smo jokale in klicale, ona dva sta pa tam, se je pač dogajalo, kar se je dogajalo. Pa videli smo noge od sosedov, odkole gor, kako so mimo hodili, pa smo jokale, pa ni bilo nič. Ampak ja, to pač... To imaš vse noter, imaš dejansko, da se te prijetno potem te stvari, ki se še vedno žal dogajajo, kot vidiš, da se te bolj dotaknejo. Ampak te vprašam, se da to rešiti? Se da preprečiti to kurčevo nasilje? Marsikaj se je že spremenilo, mi se o tem zdaj pogovarjamo. Tudi jaz se nisem mogla, če sem čisto iskrena, kakih niti enih 10 let nazaj se jaz nisem bila sposobna še o tem pogovarjati. Jaz sem pač to v sebi potlačila, hvala Bogu, nikoli se nisem sama sebe imela za žrtev in sem v enem trenutku pač spakirala kufre, šla in presekala s tem. Nisem se s tem obremenjevala, nisem bila, hvala Bogu, v nekem začaranem krogu, tako kot se marsikomu zgodi. Sem to pustila nekako za sabo, ne? Ampak te srečuje, veš, vsakič, ko se nekaj tazga zgodi, se ti film v glavi odvrti, vsakič, ko imamo v Državnem zboru te teme, ko se trudimo na tem področju in je bilo težko. In nisem mogla, 10 let nazaj še nisem mogla o tem tako odkrito govoriti, kot lahko danes. In mi je to v redu, ker se mi zdi prav, da tisti, ki smo bolj izpostavljeni, ne glede na to, kako nam je težko, da se v teh temah govori, da povemo tudi svojo izkušnjo, da polnomočimo te ljudi, ki se znajdejo v taki situaciji, da se tudi zavedajo, da niso sami, da morajo o tem spregovoriti, da to ni nobena sramota, jaz nisem nič kriva za to, kar je doma se mi dogajalo, ne? In da nekako kot družba spoznamo, da je to pomembno in da se lahko te žrtve na nas obrnejo in da lahko o tem spregovorijo in da niso one krive in da jim na koncu pomagamo. Ne? Ampak si opazila hec, ne? Da so ljudem znatno pomembnejši te nacionalne stvari, se pravi neke albanske zgodbe, romske zgodbe, o tem, kot zdaj ti razlagaš, recimo, kar se mi zdi dobro, da si to se spomnila pa izpostavila, o tem se pa nikoli ni govorilo tako bombastično. Zdaj, ali je zdaj spet to neko sovraštvo pač tli v Slovencih do tujcev, pa zdaj, da bi, ne vem, nek Bosanc ali Albanc Slovenko zaklal, kaj si nora. Pa to bi mogla cela vlada v roku minute odstopiti. Ljudje bi šli na ulico, le bi se strgali. Pa da bi Rom zdaj, ne vem, tule prišel pa ubil neki 2 slovenski dekleti. Pa kaj si ti nora? Ko pa to se tu dogaja letno, mesečno, tedensko, karkoli, zakaj po tvoje, se ne govorim zdaj, da tisto ne je bilo grozno, seveda bi bilo isto grozno. Oni so vseeno, bom rekel, so manjšine ali so tujci, so prišleki in naj bi se lepše obnašali kot naši, če so že prišli na obisk. Mogoče to ljudi tako gledajo, ne vem. Ampak vseeno te vprašam, zakaj pa misliš, da ni to tak velik problem, kot bi moral biti? Te družinske zgodbe, pa ne samo nasilje, govorim o tem, da prav nekdo nekoga ubije. Pa ne vem. Zakaj ljudje ne zaženejo vika in krika? A vidiš, da je, ne vem, to, da nekdo svojo partnerico ali pa svojo ženo ali pa materi svojih otrok umori, očitno že kar folklora, pri nas je že kar napol sprejemljivo, nihče se zdaj ne sekira. Medtem, ko se pa te druge zgodbe, en odraz, po moje, nekih frustracij, da res lahko razumem to na Dolenjskem, tako kot sem ti rekla, če se ljudem to vsak dan dogaja, seveda, ko se nekaj ta zgodi. Je revolt, to razumem. Mislim, normalno. Jaz bi tudi znorel, verjetno, to je res. Normalno, ampak potem moramo to iz sebe vendati, moramo povedati, da je to narobe, mora se neka stvar zgoditi potem, da začnemo delati drugače, ampak kaj je pa tisto, kar moramo začeti delati drugače? Zdaj poslušam vsak dan, stroka se je zdaj oglasila, Danes sem ravno na valu 220 jutri, ko sem se peljala v službo, poslušam, stroka pravi, da ne smete to, stroka pravi, da ne smete ono. Ali ta stroka je imela vse vzvode leta in leta, desetletja v svojih rokah, ker zdaj pravijo, da to že vse je, Da ne rabimo spreminjati zakona, ker oni že vse to imajo. Ja, pa kaj ste pa delali do zdaj? A me razumeš? Potem se pa vprašam, prvič, kaj so delali centri za socialno delo? To, kar je v zakonu napisano, imajo vse vzvode. Zakaj niso reagirali, ne vem, ko otrok ni šel v šolo? Zakaj niso reagirali? Ko so ugotovili, da je nek otrok zanemarjen, podhranjen, ne vem kaj, zakaj niso reagirali? Če bi to bil moj otrok, bi imela CSD na vratih takoj. Je res? Pa v Cajtnikih bi pisali. Poslanka, ne vem. Ne? Niso reagirali. Druga stvar, to, kar si rekel, policaji. Tam poslušam neke zgodbe, jaz ne vem, koliko so te zgodbe resnične. A veš, težko rečem, ja, smo jih klicali, pa niso prišli.
Ne, kolikor jaz vem, če jih kličeš, morajo priti. Zdaj ne vem, ali so prišli, ali niso prišli. Zakaj niso šli že prej v ta naselja? Zakaj niso tega orožja pobrali? Mislim, to so neka vprašanja, ko si rečem, čakajte malo, tudi na koncu sodišča. Sodišča so tista, ki morajo te kriminalce bilo katere narodnosti sprocesirati. Zakaj berem v Cajtnikih, da sta bila ona dva, ki sta mučila onga, ki so ga umorili tam pri Grosupljem? Zakaj so zdaj ta dva bila oproščena? Ali mi lahko prosim sodišča to pojasnijo? Zakaj ne oddelajo svojega dela tako, kot je treba? In na koncu zdaj vidimo, krožijo te informacije, ki jih jaz imam že ves čas, pa so zdaj prišle v javnost, kakšne milijone država da za to, da bi se razmere z Romi uredile. Se pravi, vse romske občine in pod našo vlado smo to še početverili, da se razumemo, smo še več denarja dali, ker je tako prav, da bi občine uredile karkoli potrebujejo v zvezi s temi romskimi naselji, za njihovo integracijo, s tem, da se jim pomaga. Kam je ta denar šel? Veš, in tu pa se potem vprašam, če si poslušal tega predstavnika Romov iz Pušče, gospoda Rudaša, je rekel, otroci morajo hoditi v šolo. Absolutno. Predpogoj, da grejo otroci v šolo romski, je, da imajo doma vodo pa elektriko, da se lahko umijejo, pa normalno oblečejo, da ko pridejo v šolo, in jaz se tu strinjam. Spomnim se, ko sem bila mala, ko so tam gor to puščo legalizirali. Spomnim se, ko so sami kopali jarke, da so potem jim potegnili kanalizacijo, pa vodo, pa tako naprej. In spomnim se debat takrat, kako je to grozno, oni so se naselili na tuji zemlji, kar dejansko je res, zdaj bojo pa legalizirali. Ja. In se spomnim tudi, da je mene to jezilo že kot malo. In me jezi tudi zdaj. Ampak mi prosim poveš, kje je pa druga rešitev? Ti si v politiki, ne? Ja, veš. Jaz vas sprašujem. Vprosti. Če jih še bolj odrivamo na rob, zanj še en župan, ne bom ga imenovala, izjavil, da nič ne rabi od denarja, samo te Rome naj odpeljemo nekam drugam. Drug je izjavil, da bo postavil zid okrog romskega naselja. Če bomo to naredili, kaj smo naredili? Še bolj smo jih izločili, še manj bojo prihajali v šolo, še bolj se bojo ukvarjali s kriminalom. Potem imaš pa primere Romov, ki naredijo šolo, ki se želijo izseliti iz naselja, pa se zgodi kaj? Da protestirajo ljudje, ker nočejo jih v svojem bloku. Ki iščejo službo, ta Rom zdaj na Komunali Novomeški je zelo priden, so ga kar zaposlili, ampak da tudi niso kar tako sami od sebe. Je mogel biti medijski prispevek, kjer so izpostavili, da je priden, da se uči in tako naprej, in potem je dobil službo. Je pa se tudi tiste, ki hočejo delati, se jih noben ne vzame v službo. To je tak začaran krog. Ja, veš, mislim, težko, jaz nimam rešitve. Kaj pa praviš na te podatke, te 13-letne mamice v teh romskih naseljih, da je uradno to pedofilija, to bi mogli pozapreti ljudi. Ampak to pa je tak izgovor, to je pri njih, je to pač tako v navadi. To je nedopustno. Ni tako v navadi, ne more biti to v navadi. No kaj pa mislim, to se pa sem se sprašal, kako je to mogoče, tako ste te centre omenila, ne vem, kdo je tu kriv, da sta pač odstopila dva Golobova ministra, češ pač neko kriv, da so doči ljudje mogli prevzeti, ampak tu je mislim kriv, da je tu zelo globja, zelo desetletja nazaj, če gledaš. Ampak to se pa zdaj, ker nenadoma to bolj govori od tega umora, očitno ta Aco ni umrl za manj, če rečem tako, če nas tam le gor gleda, bo rekel, zdaj se pa končno nekaj premika, kar je tragična zadeva, da se mora nekaj tako zgoditi, ampak če gledaš, kako je to mogoče, še enkrat, da to ni noben razhajko, noben se s tem ukvarjal, noben tja šel, ker so to pač po domače rečeno cigani, oni bojo že, ali kaj je fora, Ne vem. Da to bi tu bilo pri nas, pa ampak to te pridejo po tebe. Cel sistem. Ja. Jaz mislim, da je sicer prav, da sta ta dva ministra prevzela objektivno odgovornost, ker objektivna odgovornost je vedno tista politična. In prav je, da sta nek dober zgled, ker vedno reče, v vsaki normalni državi bi minister odstopil. Evo, zdaj sta dva ministra odstopila. Nikoli prej noben ni, pa so se take stvari dogajale, še hujše stvari. Pri tistem umoru v Grosuplju so tega človeka 24 ur mučili, da se razumemo, a ni odstopil nihče, pa je bila ena druga vlada, pustimo. Tista, ki zdaj poziva, tista ni takrat reagirala z ničemer. Ker je bil pač brezdomec, to je bila fora. Mislim, spet smo v kategorijah, ali si brezdomec, ali si moški, ali si ženska, ali kdo si, pa si pač nismo vsi isto vredni očitno. Ampak
Cel sistem, kot praviš, ne, cel sistem ni reagiral in ni reagiral desetletja in to se je dopuščalo. Ne. Zadnjič sem nekje prebrala, da tudi župani, ne, so v preteklosti bolje komunicirali s temi skupnostmi in so jih bolj vključevali in so se z njimi bolj pogovarjali. Zato pa se ta zadeva tudi bolj eskalirala. Ne. Vedno mora biti dvostransko, ne. Nikoli integracija ne poteka enostransko, vedno mora biti z obeh strani pripravljenost. Vedno, mislim, pač ja, jaz razumem, da je težko, razumem, da imajo ljudje predsodke, razumem, da imajo tudi strah, ampak tudi znotraj romske skupnosti je zelo strah. Ja, ker niso vsi isti. Ne? Eni so dobri, se pravi, ampak če gledaš, kaj so si Romi zdaj skuhali dejansko eno veliko sovraštvo slovenskega naroda, ki jih že takih ni glih najbolj oboževalo, zdaj pa res sovražijo, ne te prekmurske, sicer ne, bolj te, ne, ampak kaj imajo zdaj Romi v končni fazi, zdaj od tega sem jaz razmišljal, ne, a jim je res ta divji, ne, a jim je res čisto vse en, ne, ker vejo, da jim tako noben nič ne more, ali jim paše ta zelo glasna slava, gangsterska, filmska, ne, kaj imajo oni zdaj od tega, da so dejansko zdaj public enemy number one, da so še Albance zasenčili zdaj po ne vem, zadnjih dneh. Veš kaj, jaz, tako kot sem ti rekla, jaz pri vsaki stvari poskušam izhajati iz nekih svojih izkušenj, ne? In si poskušam predstavljati se vživeti v situacijo in si rečem, da sem jaz romska punčka. Živim v romskem naselju, sem se rodila, ne pošljajo me v vrtec, ne pošljajo me v šolo. Govorim samo romsko, poznam samo tistih 10 kvadratov v romskem naselju, nikoli še nisem šla niti do mesta, da bi videla, kako to izgleda. In tisto, kar mi oni govorijo, tisto je za mene vesoljni svet. Nikoli še nisem nič drugega videla, ne? Kako boš pa? Ne veš niti, da kaj drugega še obstaja, ne? In na kak način obstaja. In recimo te punčke, ne, ki jih pač posiljujejo, ne? Rečejo, ja, se so se strinjali. Kaj so se strinjali? Se niso drugega poznale. Misliš, so kakšni Slovenci učetje teh otrok, ali so samo Romi? Imamo kakšne podatke, ti zdaj veš, noben teh podatkov mi ne zna povedati. Hočem ti povedati, ne? Razumem, ja. Mislim, nekako moraš probati razumeti situacijo z obeh strani, da lahko najdemo neko rešitev. Če bomo mi gledali samo svojega vidika, potem te rešitve nikoli ne bo. Ker tudi ko poskušaš, pa jaz sem bila ničkolikokrat že v teh romskih naseljih. Smo šli enkrat z odborom, pa z drugim odborom, pa z ministrom, pa sama, pa z župani, pa poslanska skupina. Mi hodimo dol, da vidimo, to si ne moš predstavljati. Jaz pridem dol, ja, oni se pogovarjajo, so prijazni, pokazali so mi romski vrtec, kako dobro delajo v Krškem recimo in tako naprej, ampak to si ne moš predstavljati, tudi ko to vidiš. Ne moš, mislim, da sem jaz brez vode, da sem jaz brez elektrike, da živim tam v tistem, da ne vem, no, ne vem, kak se boš integriral. Ja, pa kaj pa rešitev, kaj? Noben ne ve. Stroka naj pove, ki se zdaj tako oglaša. Zdaj, hec je pa recimo zdaj tem, vem, ta Golob vaš, ne, ta Šuštarjev zakon, ne, zdaj to on poskuša to sprejeti, pa da bo nekaj naredil, pa so že takoj bile kritike, ja, to je pa zdaj že bo neka represija, tu že hoče država imeti komando nad ljudmi, to že in so že in spet problem. Se pravi, nekaj naredi in zdaj bo poskušal nekaj, to itak on tak sam dela za to, da bo zdaj to malo utišal, ne, ljudem spet ne bo prav, ne, nekaterim, da to ni prava pot, gor dol, torej kaj? Vse v politiki nikoli ne narediš prav, ne? A veš? Ja. nikoli noben ne reče, tole ste pa fajn naredili. Eni bi, da gre vojska, da to vse zbrišejo, zradirajo, da vržejo bombe. Jaz težko rečem karkoli. Predsednik vlade je pač povedal neke ideje, ljudje seveda to pričakujejo in tam dol ljudje, ki so sosedje teh romskih naselij, seveda nekaj pričakujejo, upravičeno pričakujejo. Ja. Absolutno nekaj je treba narediti. Kaj bo pa na mizo prišlo? To, kar je predsednik vlade povedal, je bilo tisto, kar je v tistem trenutku od ljudi slišal, kar so pričakovali. Zdaj pa seveda to treba iz strokovnega, pravnega, iz vseh možnih vidikov pogledati, kaj je izvedljivo, na kak način. Nič še nismo dobili na mizo, tako da sploh ne moram nič komentirati, niti ne vem, kaj bo tam noter pisan. Ko bomo videli, kaj in kak ne. Predvsem pa to, kar sem ti rekla. Jaz pričakujem, da vsi v tem sistemu, od policije do centrov za socialno delo, do šol na koncu. Šola je tista, ki mora prva obvestiti center za socialno delo, tale pa tale ne prihaja v šolo. Pa naj bo to Rom ali pa Slovenc, ni važno. Potem tožilstvo, sodišča, od teh vseh
pa tudi od županov, če se da tam gor v pušči spostaviti dialog z njimi, če se da z njimi pogovarjati, če se da z njimi pristopati in jih vključevati, potem pričakujem, da se tudi tukaj na Dolenjskem to da. Ne? Od vseh teh jaz pričakujem, da jih je zdaj to malo streznilo in da če govorijo, da zakonodaja je ok, sam izvajali nismo, da jo začnejo dosledno izvajati. Pa tudi glede Slovencev, da se razumemo, glede vseh, brez vsake razlike. Ne? In ja, da policija gre večkrat, da pobere to orožje, da zapre tiste, ki se zdaj sem videla, da sta ta dva, ki sta streljala, pridržana, hvala Bogu, ne? Ampak da to počne konstantno. Sem pa slišala že, tudi to spet neka govorica, ne? Da pač Romi se policije več ne bojijo se pa vojske. Ne? Ja, pa mora vojska. Mislim, ne vem, ne? Nisem tega jaz rekla, to si ti rekel, da ne bo zdaj spet Mislim, razmišljam na glas. Da ne bomo spet imeli zlepljenko, kjer bo Janja rekla, da vojska, ne? Ja, razmišljam na glas. Ne, pač, a veš, tu zdaj prihajajo različne informacije, pa tudi različne izkušnje, ne? Ta gospod, ki je bil pri Marcelu, zdaj gost, ne vem, če si gledal, Rom, predstavnik Romov, ta je tudi zelo ima razpucane stvari in je zelo lepo povedal, ker je sam, a veš, iz tega izhaja, naredil šolo, ne samo osnovno, tudi srednjo, in se zdaj s temi stvarmi ukvarja. Gospod Rudaš vedno tako zelo tudi pove, tako trezno, tako da jaz upam, da ne, vedno rečejo, nič o mladih brez mladih, nič o invalidih brez invalidov, pa tudi nič o Romih brez Romov, kar je logično, saj mi ne vemo, tako kot so rekla. Lahko se jaz domišljam, da vem, kaj je zdaj rešitev, ampak so si domišljali zdaj že 30 let, pa ni iz tega nič bilo. Zdaj te pa to vprašam, ne, kar je meni, tudi to sem se oglasil na družabnih omrežjih, ne, kako politiki, ne, se vmešajo vedno za te politične točke, za ta vrhunski PR, za rejtinge, zdaj ko bojo volitve, ne, ob takih tragedijah. Ne. Ljudje pa namesto, da bi to obsodili, uživajo zraven, pa ja, pa bravo, pa sem pa tja. Ne. Zdaj, to jaz razumem, da politik, to mu je genialna odskočna deska za točke. Ja. Govoriš tako, kot govorimo, vsi Albanci so to vsi. Ne govorim za vsi politiki. Vsi politiki pa spet pusma, ne. Govorim pač o tisti, ki so to počeli. Ne? Ja. A veš, ne? Ampak hočem reči, ne, kako ti kot politiku, ne, jaz razumem showtime, razumem show business, ok, sam čakaj, ti si politik. Ne? Kako si ti pizda drzneš te politične točke svoje, ne? Dobivati preko neke tragedije in da so ljudje tako neumni, da zdaj sem gledal pač konkretno Janez Janša, SDS, ne, je to z velikim užitkom počel, ampak je dobil zelo veliko backlasha. Zdaj, to je bilo prvič, da sem videl, da na lastnem Facebooku so ga, ne ti zdaj govoriti, tudi ti si imel tistega klošarja, ki je umrl, ni imel samo odobravanja, po mojem so bili presenečeni. Ne. Torej niso vsi ljudje enaki, ampak ogromno ljudi je pa sledilo temu toku, ne. In niso rekli, politika, ne mi tu zdaj se na to lepiti gor, pa se rekli, bravo, gre prav, ne. Zdaj, zakaj politik nima obraza, ne, da to ne naredi, pa zakaj ljudi tako lahko zmanipuliraš, to mi je fascinantno, ne. V modernem času, ko imamo dostop do vsega, pa bi mogli vendarle biti malo bolj pametni, pa ugotoviti, kdo nas samo vleče, pa si nabira točke, kdo pa mogoče res misli to, kar govori. In če nekdo, ki je imel samomor med svojim vladanjem, ne, pa ki je 30 let tako ali drugače bil zraven, ni to uredil, zakaj ti zdaj njemu slediš, ko govori, da bi to mogli tako. To mi je bullshit, ne. Pa se ni zdaj sam Janša, se so tudi drugi se oglasili. Ne. Zakaj misliš, da politik vedno izkoristi to gužvo, pa zakaj mu folk tako slepo sledi? Ti si dolgo časa v politiki, ne? To je moja malem prsta, ta PR, to manipulacijski sistem. No? Se to je od nekdaj tako, sam v nekem leta 2025, pa vendarle ljudje malo bolj pametni morali biti. In te ravnateljce isto, to so leteli gor ko Feniksi, pa mogoče njemu dol visi, za ravnateljce in za Albanci in za vse, ampak to je zdaj moderno pisati, ker tu bom dobil lajke, tu bom dobil glasove, tu bo zdaj vsi z mano, to je zdaj aktualno. Ne? Daj mi tvoj pogled na to, pogled. Ker to je neka odgovornost, če gledaš, to ni hec. Ne? Prvič, to, kar sem ti rekla, niso vsi politiki enaki. Ja. Jaz nisem o tem objavljala nič, nisem se hotela javno opredeljevati nič. Meni bo žal, da sem se jaz sploh, ampak sem se. Ja, okay. Zato, pa ne zato, ker bi se bala povedati svoje mnenje, ampak zato, ker ne želim izkoriščati te situacije in ker nikoli ne moreš reči vsega prav. In se mi zdi grdo, da se ob takih stvarih sploh oglašamo.
Tako kot nisem jaz kriva za to, da naši zmagajo košarko, ne vem, kaj se nikoli ne oglasim, nikoli ne čestitam, ker ni to moja stvar, niti ni moja zasluga, sem ponosna na vse, ampak nikoli tega ne objavim. Tako tudi ne objavim teh tragičnih zgodb in se ne naslajam nad njimi in se poskušam od tega distancirati v političnem smislu, ker se mi zdi točno to, kar si ti rekel, to nekaj najbolj grdega, kar lahko politik naredi. Zakaj ljudje temu sledijo, ne vem, psihologija množic, strokovnjaki bi morali to povedati. To je Hitler zelo dobro, to je že Hitler zelo dobro vedel. A veš, to smo zdaj v nek drug... Ampak je to interesantno, mislim, zgledam, zdaj nočem primerjati koga s Hitlerjem, no, ampak ta njegov Goebbels, ta mojster za propagando, razumeš, če si kdaj to malo si vzela časa, to je genialno bilo, pazi, to, kako so oni to žal v negativo. Pa se je še danes isto kako. Ampak to je bilo narejeno. Poglej Izraelce. Ja, no, ampak hočem reči. Poglej Ruse. No, ampak to je genialno. Mi smo zdaj kaj? Mi smo izbrani narod. Ja. Mi smo izbrani narod. Niso oni izbrani narod. Ja. Mi smo tisti, ki smo več vredni, ki smo izbrani, Bog nas je izbral po njihovo, ne? In mi smo zdaj, mi imamo pravico tam Gazo bombardirati, imamo pravico to. Isto Rusi. Ne? Najprej bomo Krim priključili, pa pustimo te zgodbe, niso črno-bele, še enkrat povem, niso črno-bele, daleč od tega. Ampak to je to, nek občutek več vrednosti, o katerem se tu zdaj pogovarjamo, ne? A veš, ni, in mislim, jaz nimam obraza iti ali na tak shod, ali podpihovati ljudi, ali pa se prikazati na takem pogrebu. Nimam ga in nikoli ne bom na tak način funkcionirala. Zdaj, če ljudje to prepoznajo ali ne, upam, da prepoznajo. Če ne, smo si sami krivi, da smo tam, kjer smo. Pa je, da greš, te bi kritizirali, pa ker nisi šla, te bi kritizirali. Zdaj bi te v obeh primerih bi te kritizirali. Ne, to ni politična zadeva, politiki nimamo tam kaj delati. To je stvar, ki je stvar družine, ki je stvar familije, ki je stvar tistih, ki so ga poznali, ki so imeli tistega, ki je umrl radi. Mi nimamo kaj tam početi in se slikati. No, pa če si že omenila zdaj te vojne, samo to te bom vprašal, jaz se ne spomnim, kdaj nazadnje v vseh teh desetletjih, stoletjih se pri nekih vojnah ne bi vedlo, kdo je kdo, uradno med ljudmi. Druga svetovna vojna so rekli, Nemci so to, oni so to, čeprav se pa marsikaj spet zve, pa ne vem, kaj vse se je dogajalo, pa še mogoče zdaj ne bomo nikoli vedeli, pa partizani, pa domobranci, pa vse pizde materne, ampak zadnje čase, ti, če si za Izrael, boš imel ful podpornikov, če si za Palestino, boš imel ful podpornikov ali kontra, če si za Ruse, zdaj smo prišli do neke točke, kjer niti vojne in strani, dobro, slabo, med ljudmi niso več univerzalne. Torej, ljudje so se še tu začeli kregati. Kdo je zdaj tu agresor? Kdaj mi razloži, kako je pa to mogoče, da se ne reče, takle je, v Gazi je genocid, pika. Ne, to ni genocid. To so si oni sami krivi. Izrael samo to. Putin je napadel, ne, isto kot prosti. Zelenski, on je mamilaš. In se skregaš. Se pravi, kot da bi bila, ampak kot da je bila druga svetovna vojna, Hitler je dober v bistvu, ne govoriti, on je dober, v bistvu so Američani, se pravi, tam se je vsaj uradno, vsaj takrat se je vedelo, no. Tukaj zdaj se ne ve nič več. Zdaj, kaj se tu, Janja, dogaja, no? Zakaj smo še tu, ne vemo več nič, kaj prav, kaj ni, da te pribijajo na križ, če rečeš, v Gazi je genocid, pa kaj ti idiot govoriš, pa ti si zaslepljen, pa to ni res, mislim, kje smo tu, no? Kaj se dogaja? Ne vem, če si videl, jaz sem bila gostja na RTV Slovenija v začetku napada na Gazo, zraven mene je bil en poslanec, ki je izstopil iz SDS-a in ima zdaj svojo stranko in jaz sem rekla, v Gazi se dogaja genocid, on je pa rekel, to je pravno vprašanje, ni genocid, ker sodišča tega ne bodo tako kvalificirala in tak naprej. Pa smo tam, kjer smo. Ne? Ampak, mislim, se bo to kaj spremenilo, ali bo to čedalje hujše, da ne boš več vedela nič. Dokler bodo ljudje temu sledili, težko. Ampak eno mnenje več ne velja. Mi smo znači eno fino predavanje, dr. Martin Prenk je predaval enkrat v Celju, pa tudi enkrat v Laškem, zgodovina in propaganda. In nam je te stvari malo razlagal. On se je sicer navezoval tudi na drugo svetovno vojno prvenstveno, ampak ta del je v bistvu za vse te primere, ki si jih ti naštel isti, ne? Kako s propagando, tudi to, kar si sam omenil, Goebbels in tako naprej, v bistvu začneš potvarjati dejstva ali pa jih prilagajati ali pa jih mal ukrivljati in zvijati tako, da ti nekako ustreza in dokler bodo ljudje na to nasedali in temu sledili,
Jaz ne vem, ne vidim, kako. Ja, ampak to bo če dalje, zdaj prihaja umetna inteligenca, je v vzponu. Ljudje verjamejo vsemu, kar vidijo, razumeš? Ne? Izobrazba, razumeš? Izobrazba, informirati se, ne vem. Mislim, lahko sploh še čemu, tako ti si se zdaj naučila na svojem primeru, da ne smeš več verjeti čemu, kar vidiš na internetu. Tudi ko vidiš, pa ko slišiš, ni nujno, da je res. Ne, torej, kaj bo, mislim, kje smo zdaj? Kaj, ne smemo ničemu več verjeti? Ne, jaz mislim, da ne. Ja, kak pa pol veš? Kak pa veš, kaj prav? Vsako stvar moraš sam preveriti po vseh možnih. Sam tudi veri so različni. Ja, lej, ne vem. Kaj pol v svoji glavi se odločiš, kaj je pač prav? Jaz moram reči, da vedno na več koncev preverim vsako informacijo, ki pride. In če jo ne morem za 100% potrditi, potem si jo raje izbriši iz glave. Ne? Je pa dejstvo, da ljudje... Mislim, zdaj imamo, včasih se ni poročal vsak dan poročilih, ali pa nisi sam internet odprl z 2 klikoma, pa gledaš, kaj se na drugem koncu sveta dogaja. Tam je nek vlak izteril, včasih sploh to nismo vedeli. Ne. Zdaj so pa same te negativne novice in tukaj imajo zelo velik zraven tudi mediji, je treba biti pa zelo odkrit. Kliki, te senzacionalistični naslovi, neke te novice prinesejo veliko večjo gledanost, pa veliko večjo branost in potem tudi vsako se to sem jaz že v prvem svojem mandatu ugotovila, če govoriš razumno in razpravljaš z argumenti, te ne povzame noben medij. Ko blekneš neko neumnost ali pa nekaj ekstremnega, te citirajo vsi. Pa če, se strinjam s tabo, mediji imajo tu veliko vlogo, ampak mediji so ugotovili, to je pa tragična resnica, da ljudje samo še to pograbijo. Ampak če mediji ne bi na tak način poročali, tudi ljudje ne bi mogli tega brati. Mediji so ugotovili, da lepe stvari nikogar več ne zanimajo in so rejtingi padli. To pa mene skrbi. Jaz gledam tudi sam, zdaj gledam, podcasti, če gledava, novice. Da imaš ti en lep podcast, lep pogovor, lahko imaš ti vrhunski intervju za Pulitserja. To bo šlo mimo s 300 ogledi. Da imaš enega kretena zraven sebe, bom rekel grdo, ko bo rekel, da si je, ne vem, pred parlamentom posral, pa s kolesom vozil čez. Pa upam, da za tale intervju ne pričakuješ veliko. Ne, rančeš kako bedarijo. Ampak hočem reči, ljudje pograbijo škandal, meso in kri. Dobro, vse kruha in iger, to je že z rimskih časov, ampak zdaj smo šli v en tak ekstremen čas in morda je ravno zato ta problem nastal, da ljudi lepe stvari ne zanimajo. Bolj ko je butasto, bolj ko je slabo, bolj ko je grdo, bolj ko je krvavo, bolj bo je pograbili. In mediji so to zgruntali in normalno, da to dela, če hoče preživeti. Ne vem, če je normalno. No. Ja, mislim, normalno ni, ampak če hoče medij preživeti, ljudem servira tisto, kar želijo. Ampak to mene skrbi, jaz se s tem ne strinjam. Sam, kaj ti meniš? No? Bo to še huje? Ali bomo to mogli malo zajeziti, te stvari, ker politiki imate moč, da bi tudi rekli, oprostite, tele novice so pa preveč. Tele komentarje treba omejiti. Tukaj ne gre za svobodo govora, tukaj gre pa zdaj za grožnje. Halo, stop! Je kdo sploh dobil kako tožbo? Je kdo tožil kdaj nekoga, ki je klevetal? Pa pustimo te politične zgodbe. Govorimo, da je na Facebooku en napisal Janja Sluga, pisa ti mater na crkni. Ni to zrelo za tožbo? Zakaj? To je nek bedak. To mi razloži. Mislim, ne znam ti razložiti. Mi se seveda ukvarjamo s sovražnim govorom, ampak zdaj definicija sovražnega govora, kaj to je? To se pokaže skozi sodno prakso. Sodna praksa, smo pa spet pri tem, gre pa bolj v smeri svobode govora, kot pa omejevanja tega. Jaz sem vedno mislila, včasih se je zgodilo, da je ena določena politična opcija nek medij zelo napadla zaradi nekega poročanja. In sem mislila nekako, čeprav se politika se v medije ne sme vmešavati, ampak ko se je recimo tak napad ene stranke na medij zgodil, da bo ta medij malo streznilo, da bojo mogoče malo razmislili, in da se bo začelo malo drugače poročati v tem smislu, kar si ti govoril. Ne samo negativno, ne samo senzacionalistične novice, ampak malo bolj argumentirano, malo bolj preverjeno. Tako, pa se to ni zgodilo. In vsakič, ko pa
že rečeš kaj, pa dobiš nazaj, politika se ne sme v medije vmešavati, vi se vmešavate, z zakonom se vmešavajo, sem pa tja, pa gor, pa da. Težko bomo iz tega začaranega kroga prišli. No, kaj jaz gledam, zdaj, če smem omeniti Goloba, pa recimo njegovo Tino, odkar se nismo videla, so se poročila, kot veš, če si na tekočem, upam, da si, je povedal, predno se je in ko se bo in ko se je. Ampak hočem reči, tu včasih tudi berem, parkrat sem tudi v bran stopil, berem tudi takšne komentarje, razumeš, ampak noben nič ne naredi. Golob to prebere ali Tina to prebere, ko jih je. Mislim, jaz tistih, ki na moji strani komentirajo, ne berem, to ti že kar odkrivam. Zato tam lahko marsikaj piše. No, sam hočem ti reči, ne berem, ker je to greznica. Zakaj je to dovoljeno? Zakaj so te greznice dovoljene? Svoboda govora, super, ampak napiši ti, Golob in Tina mi gresta na živce. Ona je znana potem, on potem, to ni v redu. Ok, napiši, tudi lahko si malo bolj, mi greta na K. Ok, v redu. Ampak mi pa govorimo zdaj, ne vem, o grožnjah, o žalitvah, poniževanjih, ampak to se kar napiše. Pa ne več anonimno, to so imena, priimki po novem zraven. Če so, potem ni problem. Predsednik vlade je zdaj par tožb vložil, ne vem, če si zaslužil. Ja, vem, to po nekih plakatih ali kaj. Tudi, ne samo, ampak tudi. Pa se bo zgodilo, mislim. Ja, ne vem, bomo videli, so morali sprocesirati. Pa to je prvi zdaj, ki je to vložil. Predsednica državnega zbora že tudi večkrat prijavila. Tu je zdaj tako. Veš, to je takoj problem. Jaz sem imela par takih komentarjev, ki so si izmišljevali o meni neke stvari. In jaz takoj grem preveriti. Če se ta komentar nanaša na neko politično udejstvovanje, potem to ni moja osebna žalitev, potem to niti ni prekršek, ker jaz sem javna oseba in moram prenesti več, kot prenesejo sicer ostali. Ne moreš narediti nič. Če je to na nekem osebnem nivoju, kjer te dejansko kot osebo žali ali pa se vtika v neko tvoje osebne zadeve, potem to lahko prijaviš kot prekršek, dobijo oni globo, ne vem, 200 € na pamet govorim. Pa dobijo? Dobijo. Zapravo, bi lahko jaz vse grde komentarje, ki se pišejo o meni, bi jih lahko prijavil. Jaz tudi ne prijavim. Jaz sem pišejo. Jaz sem tudi podala. Jaz sem tudi javna oseba. Se v meni tudi pišejo, celega Boga. Se mislim, še nikoli nobenega prijavil. Predsednica državnega zbora to zdaj počne, dosledno in dobivajo globe. Seveda. Te ljudje. Seveda. Jih ne bom niti, ti jih bom pol obmedla, kdo vse so. Ja, pa gre to skozi. Seveda gre. Druga stvar je pa potem to, kar ti praviš, da bi šli z nekimi tožbami. Mislim, jaz imam pod eno objavo, to zadnjo, ne vem, 500 komentarjev. Ja, verjetno so sami taki, ne? Ja, verjamem. Ne gledam niti gledati. Ja. To ne svojega, kam s tem? Ja, veš, ko bi 200 € vsak, če bi pa, ampak ne hočem reči, ampak to pa nisem vedel, res, da se da to prijavi. To pa mislim, vem, da nisem niti veril, da je to uradno, da bi uspel lahko s tem. Koliko traja od prijave do globe? Prekrški so kar hitri. Je dobil že nek medij, neka televizija, so dobili par poslancev, je dobil nek komentator. Različno, eni še vstajajo. Kaj pa navadni smrtniki? Navadni smrtniki bi dobili globo. Ja, zakaj ne? Jaz prijavim par nekih kurcev, palcev, ki mi težijo, pa so res nesramni, bi domov prišla kazen. Mora biti neka žalitev na osebnem nivoju, neko klevetanje. Ja, tudi to je. Ja, prijavi. Prijavi. Sam ni to težko dokazati. Če imaš objavo. Daj pa objava postane grožna, da bi ga prijavil, kot da se bojiš, da ti bo kaj naredil. Tisti je pa že kaznivo dejanje. To lahko tudi napiš. Samo moraš pa dokazati. To je ta problem. Ker namreč hočem ti to povedati, da javne osebnosti, dobro, tu štejem tudi zdaj sebe, to smo pa mogoče mi sami krivi, da dopuščamo takšen nivo komunikacije. Torej, da ti nekmo, ker si pač javna osebnost, dopustiš, da serija potepa vsakoma 5 minut cajta. Tudi mediji kdaj napišejo tak naslov. In potem ti v dobri veri, tako kot jaz, ker ti nisi takšen, pa ker ti nikoli ne vračaš na enak način in se ne spustiš na ta nivo, da bodo uvideli svojo napako in se bodo začeli na malo višjem nivoju pogovarjati, pa se to ne zgodi. Ne. Ker tudi mediji so krivi, ko napiše tak naslov, da razjezi ljudi. Spomnim se malo nazaj, Tanja Zajc-Zupan, ta slovita citrarka naša, je bil tak butas naslov, kot da je nekdo umrl, pa so ljudje razumeli, da je umrl sin ali hčerka, pa se pa je iskali, da je umrl kužek ali mačka. In mi že so popizdili.
Kaj se zdaj ona gre, da to zdaj neki tako govori, pa resnici je pa umrl. Da bi napisal že v štartu, umrl je kužek. Ampak ne bi noben napisal, joj, prav je, bi rekli, joj, ker to je velika stvar, če ti umre živalca. Ampak tako je bilo napisano in so jo tako, ko smo bila na vezi, tako so jo razsuli ljudje v komentarjih, kot da bi enega ubila. Ampak osnovni naslov je bil problem. Ampak tega naslova si ni ona zmislila. Seveda, pa ona tudi verjetno ni tega članka dala ven, pograbili so ga verjetno z njega Facebooka. Ne. Ampak to si mi zdaj pa dobro rekla, to Sanko, to se novemu ne lupi tožiti, razen uški, ona nje se lupi, se bo kvariti. Ona je stroke, veš, pa ve, kako se to naredi. Pa ti pa ne bi šla tožiti ljudi, ki bi bili res žaljivi do tebe. Veš kaj, ne vem, mislim, v enem trenutku bom verjetno morala, ne? Ampak zaenkrat se mi je vedno zdelo, pa kaj sem s tem ukvarjala, ker sam sebe živciraš, ne? Še rano na želodcu dobila. Veš, boljš mi je, da sploh ne berem. Dobro, se mi pride kaj na mail, pa mi pride kaj neposredno na Messenger, pa tak naprej. Zdaj so v zadnjih dneh, moram reči, da sem kar precej tega dobila. Tako zelo žaljivih stvari, ne? Ampak verjamem še vedno, da če bi s človekom se usedla lahko tako s tabo, pa če bi se vsaj 5 minut lahko pogovarjala tako s tabo, bi on tudi razumel, kaj sem jaz v resnici mislila, pa bi bilo to vse skupaj drugačne. Ampak, a jaz res misliš, da imam čas, da vse to berem, zato, pa se s tem ukvarjam? Rečemo, se pa to nadaljuje, ker noben nima časa, ne? Zato pa smo tam, ko smo. Ne? Mogli bi. Veš, kako volo. Zdaj pa gledi hec, ampak razmišljam pa zdaj, pusti, da si anonimen. Govorim, da si z imenom in priimkom, ker na Facebooku je zelo malo anonimnih, ker niti ne moreš neči lahko stvariš. Ampak veš, mi smo včasih naredili akcijo poslanci, ko se je to zgodilo nekomu od nas, da je imel take žaljive komentarje, pa smo vsi skupaj prijavili ta profil ali na Facebooku ali na Twitterju ali oziroma na X-u. A misliš, da se je kaj zgodilo? Mogoče so ga začasno preverjali, pa so ga pa sprostili naprej. Tako da v bistvu je tu tudi ta odgovornost. Se pravi, kot smo rekla, mediji, to so tudi socialne omrežja, oni bi tudi morali, ne? No, zdaj pa to razloži, napiše res grd komentar. Zakaj je dobesedno, tako si rekla, ne? Ta družabna omrežja včasih kaj blokirajo, čist nedolžne stvari, ni komentar, kaj pa nekdo nekomu želi smrt, pa res grdo piše, pa ostane gor, brez kakršnih koli posledic. Ampak ta človek, ki to napiše, to sem se vedno vprašal, ne? Sovraži pač tega, mogoče na živce nekdo, ki pač je v javnosti, ampak da ko to on napiše, kaj ima on takrat v glavi, da je frajer, to je čiste, sem pa to napisal, pa še lajke dobi, ne, bravo, tako. Kako mu pizda ni neroden? Pa da vemo vsi, kdo je, ker ima sliko, ime, priimek. Ne vem. Pa se ne vpraša, pa čekaj, imaš stari, ti si 1000krat slabši od tega, ko si mu napisal. Glej, kaj si napisal, kaj si nor. Tu, če ga ne vem, kako sovražiš, kako si lahko napisal? Jaz vedno rečem, vsak komentar je tvoje lastno ogledalo. To drži, ne? Samo da se na to pozorne. Verjamem, da se bo enkrat vrnil vsakmu. Ja, sam kdaj. Ni važno kdaj, enkrat se bo, ne? No, pa če potegnemo črto glede tega spletnega nasilništva, tako imenovanega besednega, kaj bi tu ti bi kaj spremenila tu? Imaš kakšne predloge, ideje, ali bi pustila tako je? Ker to včasih še huje kot nasilje fizično, to besedno nasilje, besede imajo moč, jaz vedno pravim, besede imajo moč, zaradi besed so samomori, stiske, problemi besede niso hec, ne? Niso hec. Veš kaj, če bi bila jaz samo Janja Sluga, ne bi imela nič, ne na Twitterju računa, ne na Facebooku, pa ne na Instagramu. Bi to vse skenslala? Nič ne bi imela. Pač to pa zdaj moram imeti. Ampak tudi, če greš pozorno moje profile gledati, objavljam res striktno samo takrat, ko je nekaj res nujno, toliko, da malo informiram ljudi. Ti si zelo redko. Redko, ravno zaradi tega. Ker čakaj, zakaj? Zakaj mora pa vsako stvar, ki jo napišem, vsako stvar, ki jo objavim, nič ni v redu, nič ni prav, vse je narobe, vse me popluva. Pa kako se počutiš ob tem? Ti ni grozen to? Ja, seveda je grozen. Ja, pa kako to handlaš? Tako kot smo rekla, to ni moje ogledalo. Ja. To nisem jaz. Jaz sem tista, ki zvečer se pogledam v špegu pa rečem, Janja, v redu si to naredila. Prav si to naredila. Naredila si tako, ko misliš, da je prav. To je to za mene. No, ker brat bi se upam res, da ne bereš tega, ker če ne, jaz časih malo preberem, pa zdaj smo že pri prejšnjem podcastu, ko smo ga imela, sem čvekal, da... Sem pa brala tvoje. In sem si tudi rekla, svaka čas istak. Ker so te pluvali, pa si ustrajal. Seveda sem, ne. Stal sem za svojim besedam, sem stal. Super. To sem rekel, tukaj pa se bom oglasil, ker jaz sem pa tak, ne. Jaz pač delam showtime, se zavrkam, ampak ko pa nekaj tak res hočem povedati, ne,
tako vem, da bo pizdarija, zato ker ljudje ne mislijo enako in pač tudi, če je objava javna, seveda pričakuješ backlash. Ampak se prvi vprašaš, pizda, pa čakaj, ko ste sploh prebrali, ko sem napisal? Ne preberejo. No, sam, veš, čez prst, a veš, tako da, lej. Ja. Lej, ko se mi je kar odvezal čevl, ko smo govorili o tem, ja, na tole te bom še vprašal, to mi je tako ena zanimiva debata, mogoče v tem najnem zadnjem sklopu, levica, desnica, da zadnje čase pravijo ljudje, da ta levica, pa ne stranka levica, ampak levičarski pol, ta odprtost, popustljivost do tega, do onega, tretjega, da to glede na današnje čase ni več tako fajn, kot je bilo, da preveč popušča se, ne vem, pa gejevska problematika, pa ono, pa drugo, pa tretje. Ker jaz sem tudi bolj na levičarskih teh polih, nisem bil nikoli, ne vem, nazadnjaški, nisem nikoli, ne vem, da bi zdaj bil proti temu in temu, sem bil bolj na to stran, ampak večkrat pa te očitke slišiš, če pa ti sploh veš, kaj se oni grejo, pa oni popuščajo, vsem popuščajo, zato pa smo tam, ko smo, pa popuščajo Romom, pa popuščajo Albancev, pa jih božajo, ker da se pač ne sme, pa popuščajo gejom, pa LGBT ideologija, pa kaj ti meniš, Je levica tu je na pravi poti še vedno ali ne, ali moramo ljudje se začeti bati tega popuščanja, ker to govorijo ljudje, to ni moje mnenje, jaz sem še vedno ta svobodni, ker če jaz neham biti svoboden, pa ne vem, kdo bo, ampak kaj ti meniš, je to še vedno prava pot v narekovajih, sprejemanja te neke drugačnosti, ono drugo, ker to je levičarska desnica, bi pa to se skurla na grmadi, recimo. Tako so čarovnice. In kaj smo naredili s tem, ko so jih kurili? Maščujejo se nam še danes. Predvsem ženskam. Ne, lej, jaz težko ti to komentiram, zato ker sem sama po svoji miselnosti, po svoji naravnanosti zelo liberalna, zelo svobodomiselna. Nisem za permisivno vzgojo, zdaj, ker glih to v kontekst pa še nisem. Še vedno sem mnenja, da je treba recimo otrokom pri vzgoji zelo strogo postaviti meje in tako so tudi moji zelo strogo imeli meje. Ampak znotraj teh mej je pa treba človeku pustiti, da se zaveda, da je sam svoja osebnost, da razmišlja svojo glavo. In jaz si ne želim, da se nekdo vmešava v moje življenje, da mi govori, kaj moram jaz misliti, kaj moram jaz delati. In enako tudi jaz ne želim se vmešavati v življenje drugih. Vsak naj živi tako, kot on sam misli, da je prav. Pač to je nekaj, kar jaz zagovarjam do konca. In veš to, nikoli ne naredi drugemu tistega, kar sam ne bi želel, da ti drugi naredijo. To je absolutno eno od tistih mojih vodil. In drugo, kaj mene briga, kaj ti počneš, dokler seveda ni to kršenje zakona. Veš, zakaj mene briga, s kom si šel na pijačo, koga imaš rad, ali si za mačke, ali si za pse, ali si, me razumeš? To mene ne briga, to ni moja stvar, to je tvoja stvar. Zakaj pa ljudje to liberalnost, ki je bila nekoč zelo čislana, jo če dalje bolj jo napadajo mnogi, da je to predaleč. Ljudje si predstavljajo mogoče, da če imamo avtoritativno vodstvo, da se veliko več naredi. Ampak vse vidimo, kaj avtoritativni voditelji zdaj delajo. Vse vidimo, kaj se dogaja v Srbiji, pa v Rusiji, pa v Ameriki, pa v Izraelu. Tako naprej, da niti ne naštevam Madžari in tako naprej. A je to res to, kar mi želimo? Ampak eni pa to zagovarjajo. Vedno, vse ljudje smo različni. Hvala Bogu, da smo različni. Ker jaz vem, jaz tudi že nekaj let sem že na svetu, ampak se spomnim 20-30 let nazaj, da bi neko stvar zagovarjal. Bi rekel, fajn, si na tej strani, vse, pa na vse zadnje, zakaj pa ne? Recimo, če omenim glih geje, spet, pač fajn, nimaš nič proti, jaz sem presenečen, fajn, da danes si ti tu glasen, kar včasih jaz seveda sem, to si nakoplješ toliko sovraštva, da verjetno moraš. Zdaj, kaj je zdaj spet tu? Je to podpihovanje tistih, ki so proti? Ali je, kaj ne vem, kaj na tem? Nismo več sposobni dojeti, da smo različni, da mislimo različno, ampak da če tudi mi dva mislimo različno, gremo na kavo, pa se kaj zmenimo, ti misliš tak, jaz mislim tak, ni treba ugotavljati, kdo ima prav, pa kdo nima prav, pa ni se treba zaradi tega skregati. Ne vem zakaj, a veš, mogoče zato, ker določeni politični opciji seveda ustreza, da smo ljudje čim bolj razdeljeni, da se čim bolj ta razkol med nami ves čas poudarja.
mogoče smo pa mi tisti, ki pa tega ne želimo, ki želimo pomiriti, ki želimo ljudem povedati, da lahko sobivajo, tudi če so vsi različni, mogoče premalo glasni. Ne vem. Ampak ni zanimivo, ne, da se politične točke dejansko nabirajo na takih stvareh, ne, se pravi, ne vem, geji, umori, ono drugo. Namesto da bi rekel, moja politična zgodba je pa ta, jaz bom pa naredil, da boste vi boljše živeli, da boste vi imeli boljše plače, da boste vi imeli to. Ne, zdaj bomo od geje, to je zdaj aktualno, bomo si volivce dobili. Ampak kako hočem reči, zakaj ljudje ne reče, ki pa jeveš ti geje, jeveš ti umore, to se je zgodilo, ok, razumem, ampak daj ti me povej, kam jaz jutri dal na krožnik. To mene ne briga, če si ti za geje ali ne, če si ti za migrante ali ne, dobro, Rome, rešite to zgodbo, to razumem, to niso heci, se to moram povedati, ampak mene še vsem zanima, kaj bom jaz jutri dal na mizo, koliko bo jutri benzin, ki ga jaz tankam, koliko bo kurčeva vinjeta, razumeš, ne? Koliko bo moja plača, ne mi ti govoriti o gejih, ko mene res se ne tičejo, ker mi ne bojo dali na mizo hrane. O tem govorijo tisti, ki imajo kaj za pokazati, ne? Ja, pa to leta in leta so te zgodbe, ne? Zdaj ti bom pa izbojal pod našo vlado. Ja. Imamo eno najcenejših elektrik v Evropi. Cena plina v Sloveniji je padla najbolj od vseh evropskih držav. Ta vlada je naredila plačno reformo, kjer so se bistveno dvignile plače celotnemu javnemu sektorju. Ne? Na ta način se je dvignila tudi povprečna plača in so se določeni kazalniki, zaradi katerih se na povprečno plačo vežejo neki ponderi, zaradi tega več. Ja. Zdaj smo rekli, v redu božičnico, vidiš, kako upor je zaradi božičnice. Ja. Zakaj? Zato, ker si jo ljudje zaslužijo. Tudi tisti, ki jo še v življenju niso dobili. Zakaj jo ne bi dobili? Bogih 600 evrov. A mi prosim, lahko nekdo reče, da zaradi 600 evrov, ki ga boš mogel dati, delodajalec propade, pa zapri firmo dol. Mislim, ne vem. Ne razumeš? Enim zdaj ne paše niti to, da bojo vinjete se podaljšale. No evo, so se že oglasili, vinjete se bodo podaljšale, ali prej oglasili, smo konstantno dobivali sporočila, kaj se vi greste, mi stojimo na avtocesti, avtocesta je parking. Ja, ampak zakaj je parking? Zato, ker se 20 let ni v avtoceste vlagalo toliko, kot se zdaj. Zdaj imamo v avtocestah največji investicijski cikl, milijarde smo dali za to, da se bodo obnovile. Zakaj je največji problem? Kaj misliš, če se mene največkrat ljudje kličejo? Ne boš verjel, zaradi asfalta. Zaradi asfalta. In ko jaz rečem, fajn, da ste me poklicali, v redu, da ste me poklicali, ampak če je asfalt naš največji problem, če je luknasta cesta največji problem, ki ga imamo, pa veš, kak je nam fajn? Ne? Veš? In vse to se zelo pozna, mi smo se lotili nehvaležnih tem. Smo se lotili, kot sem rekla, plačne reforme, lotili smo se zdravstva. Tu se zdaj počasi, seveda čez noč, nič ni čez noč, počasi, a veš, investicije v znanost smo povečali. Tuje investicije v Sloveniji so na takem nivoju, ki še nikoli niso bile. Najmanjšo brezposelnost ever imamo sploh. Če skočim, samo za sekundico. Splošni vtis ljudi. To sem hotel reči. Zdaj, ko tebe recimo zdaj ljudi poslušajo, rekli, kva teta naklada, golob je kurac, kaj naklada. No, to mi razloži. Kaj je fora? Zato, ker z druge strani pa prihaja to, kar ti praviš. To bruhanje, ta razklanost, obračanje pozornosti na vse drugo, kar v bistvu za nas ni pomembno. In če vsak, ki mal pri sebi razmisli, čak, a je to res za mene pomembno? Če bi vsak mal pri sebi razmislil, kaj je zdaj od tega za mene pomembno, potem bi imeli malo drugače se skupaj. Pa jaz upam, da ljudje to vidijo. No. Kaj pa misliš, da se bo marca zgodilo, so volitve, ne? Drugo leto? Kaj se bo zgodilo? Ljudje bojo povedali, kaj si mislijo o nas. Kaj misliš? Mislim, da upaš kaj napovedati. Jaz sem optimist, kot sem rekla že prej, pa verjamem, da bodo ljudje... Da bo še 4 leta. Ne, da bo še 4 leta, to je brezpredmetno. Da bodo ljudje znali sami pri sebi presoditi, kdo dela dobro, komu je mar za ljudi, kdo se je resnično lotil problemov, o katerih smo govorili v tej državi že 20 let, pa jih noben ni začel reševati. Nisem rekla, da smo jih rešili, ker jih ne moš čez noč, ampak začel reševati in smo se jih lotili in niso popularni in kdo sam govori, da bo to naredil. Jaz mislim, da bomo zdaj zadnji 2 vladi idealni za primerjavo, kaj je naredila ena, pa česa ni naredila druga in na kak način je komunicirala ena in kaj je delala in druga. Če bodo to ljudje razmislili, se usedli in realno ocenili, potem jaz mislim, da je vse ok. Tako kot so danes v New Yorku. To sem vesela. Župana izvolj. Ja. Vse sem ga poslušal, ko je že govoril. In sem rekla, ljudje, dajte malo, kaj z vami? In evo, vidiš, še je upanje.
Pa najbolj seksi moški je gej, zdaj je bil zbran. Ne vem, zdaj kdo, ampak vem, da so se zagnali revolta, kako je lahko najbolj seksi moški zdaj gej. Na svetu? Ja, the sexiest man alive. Ne? Ampak to te še vprašam, ne? Si mislila, da bo to mnenje, pa se pravi, jaz vedno gledam ta družabna mreža, to je del ljudi, ampak včasih izpade, kot da so to vsi ljudje. Tisti, ki so pa kontra, so pa ponavadi tiho, kar me čedalje bolj moti, to moram biti iskren. Zato se zdaj zadnje čase malo oglašam, ker si mislim, zakaj bi morali tisti, ki drugače mislimo, biti tiho. Ne? Pusti unga, pa imaš v glavi, da je samo un. Ne? Treba se oglasiti. Janja, treba se začeti oglašati. Ker pot ti dobiš, če greš ti na družabno mreže, danes dobiš občutek, da je Golob na 0, Janša pa na 100 pri določenih portalih, komentarjih in to. Ker tam se nihče ne glasi, nimate prav, Golob je v redu. To ti hoče povedati. Ne bomo se oglašali. Ravno zato, ko se ne oglašaš, pol prevlada mnenje in to mnenje je, lahko da je manjšina, sam ni pa fajn, to je slaba reklama, da je samo to mnenje prevlada. Ne? To ne vem, se ti zdi prav to, da je... Se mi ne zdi prav, lahko pa razumem ljudi, da se pač nočejo izpostavljati, zato ker potem so deležni vsega tega. Se bojo mogli začeti. Ti imaš trdo kožo in pokončno hrbtenico in si upaš to povedati. Marsikdo si pa reče, pa zakaj bi si jaz to delal. Sam bojo mogli se začeti ljudje oglašati, če ne bo prevladala ideja, da je samo to, pa v resnici mogoče ni, ne? Jaz gledam čas, ko je kak glasbenik izdal kak komad, pa se je javilo 30 ljudi, ki ga je popluvalo, pa je imel glavno naredil slab komad. Zato, ker so vsi ostali bili tihi. Pa zakaj ste bili tihi, če ste prijatelji njegovi? Dajte se oglasiti, da ima dober komad. Ne? In jaz to apeliram na ljudi. Ne bi tiho več. Ne? Če imaš svoje mnenje, da ne prevlada pol ideja, da je samo to, ker lahko da to v resnici ni. Ne? Bo pa na volitvah vse jasno. Ne? Daj se volitve, 8. marca. Ni še datuma. Ni še datuma, predsednica to bo povedala. Z njo si zadovoljna z žensko predsednico? Absolutno, je to? Mislim, absolutno sem vesela, da imamo žensko predsednico, prvič žensko predsednico, prvič predsednico državnega zbora, prvo zunanjo ministrico. Dobro nam gre. V redu. Dobro nam gre. Kaj pa predsednico vlade, to bomo imeli? Ja, eno smo imeli že, ne? Seveda, Bratuškova, bo dala jaz, samo kratek čas je bila, ne? Da bi cel mandat, jaz sem za to, jaz sem vedno za to. Moramo se ženske začeti oglašati, da malo uravnotežimo stvari. No, kak je pa po tvoje zdaj ta položaj žensk leta 2025? Ste zdaj enakopravne, ste tam, ker želite biti, pa pustimo zdaj te umore, pa zločine, govorimo tak, ženska v tem smislu, ne? Ste tam, ko ste. Zakaj je bilo danes, oziroma prejšnji teden, ker to ne gre danes ven, ne? Tale Nika Kovač je dosegla v parlamentu evropskem, kaj točno, to sem preslišal, vem sam, da je bila vesela. To za splav, da lahko odloča ženska sama, ali kaj je bilo to? Prinesli so podpise, več kot 1 milijona prebivalcev Evrope, za to, da tudi na evropskem nivoju zakonodajo spremenijo na tak način, da bo splav dostopen vsem, da se bo tudi sfinanciralo tisto, kar je treba in da bo v vseh državah. In danes je prva obravnava bila na pristojnem odboru Evropskega parlamenta, kjer so poslanci to podprli. Pot je še teče naprej, ampak prvi korak je bil, tudi zato sem jaz tudi spot posnela takrat, ko so se začeli zbirati podpise in veš, da absolutno podpiram, ker vidiš, kaj se po svetu dogaja, ne? Nobena pravica ni za zmeri in zagotovljena, ker sama po sebi, za vsako se je treba boriti. Ampak ni zanimivo, ne, da se leta 2025 moramo dejansko pogovarjati o stvareh iz srednjega veka, ne? Torej, da bi nekateri, prepovedali splav, da to ni odločitev takšna in takšna. Ne? Tukaj pa meni tudi možgani ugasnejo, ne? Pa se sprašujem, kje mi živimo? Ne? Pa se spomnim teh zgodb, teh splavov, nelegalnih, ko so si dišale od korenja, krompirja, teh zakvačka stvari, pa so umirale, se okužile, so bili grozni, ker če nekaj prepoveš, to je bilo pri tele prohibiciji alkohola, Al Capone, gangsterji, ko so okoli prevedali, so na črno delali. In tukaj je bilo isto takrat, ampak da se mora ženska leta 2025 boriti za neke take osnovne stvari. Dobro, pustimo zdaj ko prije 10krat v 2 letih na splav. Ti si rekel, prosti, bejba, tule pa, če karikiram, tule pa, tu pa te prosim, tukaj pa malo se umiri zdaj pa mi ne hodi več, ampak na splošno, ti ljudje, ki to zagovarjajo, to pozabljajo cel kup enih takih specifičnih, groznih situacij, ko res ni fair, da jim to prepoveš, to je grdo in ženska v svoji osnovi mora odločati o svojem telesu, pika, ampak mi moramo o tem debatirati zdaj, leta 2025, to je meni šokantno.
To jaz ne morem se strinjam s tabo, ampak to je to, ko smo se prej pogovarjali, ali si želimo bolj avtoritativne voditelje. Evo, to ti naredijo avtoritativni voditelji. Ne? Je pa druga stvar, po uradnih statistikah je Slovenija ena izmed tistih držav, kjer je ta razkorak med spoloma najmanjši, eden najmanjših. Razkorak v plači med ženskami in moškimi v Sloveniji je eden najmanjših, pa še vedno mislim, da je tam 10%. No, kaj pa se pa pritožuješ? Ja, 10% za isto delo je 10% ženska še vedno manj plačana, pa se zdaj na pamet to številko rekla, ampak tam nekje se vrti. In strokovnjaki so izračunali, da če bomo šli s takim tempom izenačevanja spolov naprej, da še 100 let ne bomo dosegli enakosti. Ampak si zadovoljna s položajem ženske? Ne, seveda ne. Ne, še kar ne. Kaj še manjka? Kaj bi pa še rada? Kaj še manjka? Jaz sem svoji na morju rekel, dober seks imaš, pa marelo ti držim, ko ideš. Kaj še hočeš? Je rekel, kako si ti zlat fan, ne boš pa se smejala. Ampak pošali, ampak seveda, kaj še manjka, da boš zadovoljna? Ti povem en praktičen primer. Smo na seji poslanske skupine in dobili smo vabilo za delegacijo žensk parlamentark, da določimo 3 svoje predstavnice, ki se bodo udeležile mednarodnega srečanja žensk parlamentark, torej pa poslank. In vodja poslanske skupine reče, toliko smo dobili, zdaj moramo pa določiti, katere 3 se bodo udeležile. Ma kdo kak predlog? Kaj se zgodi? 10 moških rok se dvigne. Oni mislijo, povej, in je to logično, ne mene gledati, ni povej, da bodo oni povedali, kjera od nas bo šla. Pa kaj ste naredili revolt? Seveda smo, ampak dokler je še to vedno v naših glavah, da je to normalno, da nam bodo moški kolegi povedali, kdo bo šel, takrat še nismo tam, kjer bi morali biti. Mogoče ste cincali, pa niste vglasili, ne vem. Ampak dobro, zdaj pa če obrnemo malo situacijo, kaj pa to? To mislim, smo že takrat debatirali, ampak na hitro proti koncu greva, moramo to, mogoče, da je pa ženska ta, veš, ta moderna ženska, ta feministična, osvobojena ženska, katere se pa jaz malo bojim, v negativnem smislu seveda, da se pa moški začel bati, in da moški ni več pravi moški, da ga je ženska pohodila, To je pa približno tista debata, ki smo rekli, ali 5 albanskih stavkov, niči sloveščine. Ja, sam pazi, ampak ženska ni več zadovoljna z njim, ampak je sama kriva, da je tak, ker je prevzela vajeti v svoje roke. Ona ni nič kriva, veš. Ona je kriva za sebe, tisti moški, ki pa mu očitno manjka samozavesti, je pa kriv za sebe. Seveda je to problem. Zakaj se moški danes žensk bojijo? To pa ne bi vedela, to pa ti lažje odgovoriš. Jaz se jih ne, jaz sprašujem tebe. Jaz težko, se zdaj v moško glavo poslušam fante, da se bojijo, da so punce preveč samozavestne, preveč močne, preveč, razumeš, ono, drugo, tretje, feministične, takšne druge in da karkoli bo rekel, bo narobe, bo Sentja Gordon in so se začeli bati. To mi pač govorijo fantje, da se bojijo punc. To so pa vsi na družabnih omrežjih, ker noben ne bo pa iti v živo več. Misliš, da ni ženska preveč se... Jaz sem sina in hčera. Moram reči, da nima moj sin takih težav. Zanč mi je Jasna Kuljaj, ko je bila moja gostja v podcastu, rekla, da ona bi si pa želela to vlogo ženske, staro vlogo, da je tak, pa da moški pride domov, pa da jo zagrabi, da naredi tako treba, razumeš, da ona skuha kosilo, da ima dosti tega, da mora vse delati, te emancipacije, da moram delati to, pa moram delati to, pa moram delati to, da smo se osvobodili, zato da zdaj še več delamo, pa smo še bolj boge. Ampak zato, ker ne strinjam se, da smo boge, ne? No, mislim. Da bi rada tisto staro žensko, ki ni bilo treba vse delati. Ne, rada bi unga moškega, ki bi doma malo več sodeloval. Ne, da mora zdaj ona vse sama delati. Ampak da smo tudi tukaj 50-50. Ja, pa nismo, mislim. Ja, nismo, če mora vse sama delati. Ona ni. Če nima moškega, če je samska. Ona je samska. Vidiš. Ampak se pravi... Nisem jaz strokovnjakinja za te stvari. No, pa mislim, nimaš te ideje, da so ženske preveč se osamosvojile, če rečem tako, da je to šlo predaleč v smislu, onem smislu, veš, da je ženska tako glavna, da se je moški zdaj boji. No, to hočem povedati. Hočem ti povedati, da je to moški problem, ne ženski. Moški problem. Ne ženski. Ja, pa kako hudiče? Jaz lahko začnem sam pri sebi, pa pri svoji družini, to je moja osnovna celica. Doma imam moža in imam sina in imam hči. 2 smo. Pri nas se noben ga ne boji. Pa tudi vsi smo enakopravni. Zakaj pa rečejo ženske, ni več pravih moških?
To je debata ženska. Ni več pravih moških. Ne vem. Vse ženske tarnajo, ni več pravih moških. Ne vem, kaj je pravi moški. Moški je moški, ženska je pač ženska. Ja. Smo taki in smo drugačni, to, kar smo prej govorili. Ja. Smo različni, eni so taki, drugi so taki. Pač najdeš nekoga, ki ti ustreza. Sprav se nisi poglobila v ta problem, ali kak ne rečem. Ne, ker ne vidim problema. Ne. Ok, mogoče pa sam nakladajo, jaz ne vem. Ne? Ja, ne vem, ali pa sem že prestara. Mogoče. Janja Sluga, marca torej so volitve, ne? Boš kandidirala spet za poslanko še naprej? Boš? Čak, zdaj imaš kjer mandat? Zdaj sem tretji, vidim, da zelo razburkam valove, tako da jaz sem tak tip, da tam, ko razburkam, tam bom zagotovo zraven. Pa računaš, da boš prišla not? Ne moraš nič računati. Volitve so volitve, ljudje povejo, nič se ne da tu računati. Boš ostala pri tej isti stranki, ali boš šla v kakšno drugo stranko? Zdaj pa dajmo še tole razčistiti, ker to kar naprej govorijo. Ste bila iz stranke v stranko. Jaz sem bila samo v eni stranki in ta stranka je razpadla. Te stranke več ni, SMC-ja več ni. Se je pa preimenovala v Konkretno in je tudi zelo konkretno zajadrala iz liberalne stranke v desno stranko. Kar pomeni, nisem jaz nič zapustila stranke, stranka je zapustila mene. Aha. In ker te stranke več ni, sem bila jaz kar eno leto brez stranke. In nisem niti razmišljala o tem, da bi kadarkoli vstopila v drugo stranko, ker to mi je pa res bedno. Ampak, potem je prišlo pa povabilo, dr. Goloba, dajva se dobiti na kavi, dajva se usesti, dajva se malo pomeniti. To si mi že enkrat povedala. Ja, in sem se odločila, ampak odločila sem se kaj? Vstopiti v stranko, ki je tudi liberalna, tudi levo-sredinska, ki zagovarja ista načela. Zdaj pa se dajmo pogovarjati o nekih ljudeh, ki so bili recimo komunisti, pa so potem stopili v SDS, potem imamo ljudi, ki so bili tudi v SMC-ju, pa so zdaj v SDS-u. Potem imamo ljudi, ki so bili v SD-ju, pa so bili pol v Vesni, pa so zdaj sami svoji, pa so zdaj spet. Tisti ne učitajo toliko tega kot tebi. Zakaj pa je to? Ker jaz razborkam, vidiš? Ja, pa zakaj to delaš? Mislim, zakaj razborkuješ ljudi? Ja, očitno dobro delam, kaj ti naj rečem. Očitno se počutijo ogrožene. Da kaj namerno tudi kaj provociraš, ali se to po nesreči zgodi? Mislim, veš, da bo nekaj, kar boš te rekla, pa naredila bo pizdarije že naprej, veš. Ja, se targetiraš, ne? Ja. Se sem na zadnji seji tudi zavestno rekla nekaj, kar sem vedela, da bo huda reakcija, ampak včasih je pač treba reči Bob. In povedati, ne glede na to, da bo naslednji trenutek boš naredil tako, ker bo začel leteti, ne? Ampak, če je res. Okay. No, in če greva še kanček na koncu na lokalno politiko, torej celjsko politiko, Bojan Šrot zdaj vidim, da je aktivno se vključil nazaj v kampanjo, objavlja dnevno skoraj videe, kot če nikoli poprej. Po vzoru Trumpa očitno želi priti spet nazaj. Misliš, da ima kaj opcije? Jaz mislim, da ne. Da ne? Ne. Kako veš? Pa ne vem, sam mislim. Misliš? Pa ne vem, ljudje, to je bilo 25 let, to je bilo dosti. Jaz sem presenetila zdaj, ko si rekla, da misliš, da ne. Ne, tako me občutek, pa dosti je bilo, ljudje se enega in nizga obraza verjetno naveličajo, oziroma veš, jaz nimam sicer TikToka, da bi videla takoj, niti ne gledam, sem pa par objav teh videla, Pa meni je to tako, veš, kot da en mali otrok joka, to sem jaz naredil, to niste vi, to sem že jaz, pa to sem jaz, pa to sem jaz, veš, kako mi je to nedoraslo. In se mi zdi, da ne bodo ljudje več tega kupili. Da ne bodo. Ne. Mi že so zadovoljni Celjani z aktualnim županom Matijo Kovačem. Jaz dobivam pozitivne odzive, pa sem zelo veliko na terenu. Meni tudi simpatičen. Ne zdaj osebno, veš, ampak kar se tiče vodenja lokalne skupnosti, sem zelo veliko na dogodkih, pa tudi, če še nekaj drugega povem. Bivši župan ni z mano kot poslanko celjsko hotel nikoli sodelovati, pa sem ponujala. Pa je zmerom rekel, on to ne rabi, on ima to svoje. V redu, jaz se ne vsiljujem nikoli in to je brez veze, ampak vidim, kako je pa zdaj, ko je to sodelovanje. Ko se lahko uskladim z občino, pa rečem, kaj je zdaj v našem interesu, kaj je v interesu Celja, kaj lahko za Celje naredimo, dajva midva tole skupaj, tole boste na občini, tole bom jaz pomagala, tole bomo zagovarjali, bomo zagovarjali. To se mi zdi, a ni to veliko boljše? Ja, seveda je,
Ampak, jaz sem vedno za tako sodelovanje. Veš, kaj se je govorilo v Celju, zakaj ne bi Bojan Šrot izgubil volitve? Ne bi vedela. Ti jaz povem? No, povej. Ker naj bi v albanščini pozdravil ene otroke v šoli oziroma vrtcu. To se je govorilo. Brez zabavanja. Brez zabavanja. Sam to se veš, nikoli nisem. Ampak pač ne, govorilo se je, da je to bil, da ga je tu kardinalno polomil. Ko je to naredil. Da so mu zamerili takrat res. Vsak od nas naredi, kdo je napako. Ampak jaz mislim, da ne more biti samo ena stvar tista, vedno jih je več. Kaj pa ti? Zakaj pa ti ne kandidiraš za županjo Celja? Ne, za Celje ne morem, ker nimam stalnega prebivališča. Ti si kaj imaš Trbovlj, lahko še kar prebivališče? Ne, tis pa ne. A Celjan moraš uradno biti, da kandidiraš? Ja, ampak ne. Se pravi, jaz sem zdaj, vidim, kakva je recimo razlika med prvim mandatom, ko sem prišla tja v državni zbor, kako so me furali, malo uradniki. A veš, ko hočeš kako stvar narediti, pa ko hočeš kaj spremeniti, pa te malo furajo sem, pa tako kot vse nas, tja pokličite, pa mi nismo za to pristojni, oni so za to pristojni. Ali zdaj sem se naučila, In zdaj točno ve vsak, ki ga pokličem, čuj tole pa tole, bi bilo treba, kaj ste tule, točno ve, da me ne more nekam drugam poslati. In stvari se veliko hitreje odvijajo in veliko prej priješ do informacij, veliko prej lahko kako stvar narediš, kakor si jo pa prej. Noben te več ne more sprehajati sem pa tja. In všeč mi je ta neka nova povezovalna vloga, ki jo imam zdaj s tem novim vodstvom občine, kjer, tako kot sem ti rekla, prenašaš neke pobude direktno iz občinske ravni na državno raven in nazaj, kjer lahko zelo veliko pomagaš pri neki komunikaciji, pri nekem pridobivanju informacij, pri nekih predlogih. Na koncu smo skupaj z občino pripravili ta amandma, ki sem ga zadnjič vlagala na zakon o sanaciji po naravnih nesrečah, da bodo od zdaj naprej tudi gasilski domovi tisti, ki jih bo država potem zavarovala oziroma na novo postavila po vsaki ujmi in tak naprej. To je bilo vse v sodelovanju. In meni ta vloga nekako ustreza, se pravi to povezovanje, združevanje, to veliko bolj županska pa si dobila kak kamen že v tole svoje pisarno, zdaj, ko je bila ta albanska zgodba, pa so te malo zasovražili ljudje, si dobila kak kamen tu noter ali kako? Ne, ni bilo. Ni bilo. Smo imeli v preteklosti par napisov na šipah, smo to ščistili. To ste imeli? Ja, smo ščistili, ampak ne zdaj. Ne. Kaj pa, če ne boš zdaj recimo izvoljena za poslanko, kakšne plane imaš, kaj boš počela? Jaz mislim, da v bistvu nisem si znala prej predstavljati, preden sem prvič kandidirala, v resnici kak širok nabor znanja pridobi poslanec. Tisti, ki je seveda zainteresiran, pa dela, pa ki se angažira in tako naprej. In se mi zdi, da premalo cenimo kot družba take ljudi, ki so take funkcije opravljali, ki imajo tak en izjemen vpogled v delovanje države, v način sprejemanja predpisov, v samo vpogled in v toliko različnih tem, na katere se zdaj niti slučajno ne spoznam. Se pa mogoče malo bolj kot povprečen državljan. In to se mi zdi eno tako dragoceno znanje, ki ga v resnici nikjer drugje ne moreš dobiti. Tako da se ne bojim, da bom našla neki izziv. Ja, pa imaš kakšne plane? Imaš plane? Ne, nimam. Ne, zato ker se mi zdi, da če nisi popolnoma posvečen tisti zgodbi, za katero v tistem trenutku delaš, potem je brez veze. Če bi jaz že zdaj študirala, ne bom, kaj pa če bom to pol. Ne, boš šla nazaj na manekenske piste? Ne. To pa ne, to kariero si končila. Ne vem, mislim, tale zdaj, Miss Universe, ko je bil, so bile tudi starejše gospe gor, niso bile samo mlade frkle. Ne. Bernarda Marol ti gre proti 70, pa še kar je aktivna. Veš kaj, meni se zdi, da je meni ta del življenja zelo veliko pomagal, ampak da je bil primeren zgolj v tistem trenutku in to sem zdaj prerasla. V tistem trenutku, veš, ko sem se jaz kopala ven iz te svoje zgodbe, tega svojega otroštva, kjer sem bila ta siva miška in tako, takrat je to bilo to. Zdaj sem pa jaz to. Zdaj si črna miška, zdaj nisi siva miška. Si me predstavljaš. Ne vem, mislim, prašam,
kot backup plan. Ne. Poglej Pahorja zdaj, on je zdaj influencer, on je zdaj zvezda On je pa Instagrama, posebna TikToka. zgodba. Ljudje ga obožujejo, kamorkoli prije, se slikajo z njim, on je zdaj pravi zvezdnik. To, kar si je ves čas želel biti, je v bistvu zdaj postal. Na stara leta, 60 plus. Ne, samo on je bil maneken v mladih Vem, letih. Veš, zdaj pa z spet. Medendorferjem sta skupaj nastopala. Zdaj pa spet. Čuj, kaj pa tole, se hočem vprašati, kdaj mi zrihtaš podcast za Tino pa Golobom? Kaj je s tem? Se veš, da v politiki je beseda zrihtati prepovedana, ne? A to je problem? Ja. Mislim, nimaš pooblastil, da to narediš, ker je tako korupcija. Mislim, lahko besedo, dve pa lahko rečeš. Samo da bi jih skupaj imel, ne ločen, da bi jih imel skupaj, edini v Sloveniji skupaj. Ja, to jaz lahko predlagam. Predlagaj. Se bo to uresničilo. Ja, če hoče volitve dobiti, bo moral to narediti. Ker moja beseda v tej državi nekaj velja. Tako. Ja, se to ti pravim. Mi se ne zavedamo. Pa to ti pravim. Ja. Se si videla odzive na Facebooku. Tako. To so, pa sem brez skeca, sem gledal te podatke, te doseg. To je bilo od 150,000 ogledov naprej, veš, so bile te nore številke. In če jaz rečem, Golob mora zmagati, bom zmagal, sam cena pa je, da prijeta s Tino k meni za goste. Ja, lej. Bom predlagala, kaj ti naj rečem? To bi že mogla, bi že zdaj predlagati, kaj bom predlagala. To bi že moralo biti narejeno, Janja. V redu, Okay. jemljem na znanje. Okay. Ja. Tvoj zadnji stavek za najne gledalce, ki so se prebili skozi tole politično obarvano debato. Danes smo bila bolj, ker ti si že bila moja gostja, pa smo takrat govorili malo več o tebi, mogoče o tvojem življenju, ampak to smo že, danes smo šla pa bolj na te aktualne teme in je bil to debatni krožek. Nisi bila gostja kot ti, ampak je bil debatni krožek, kar je tudi prav. In kaj bi mogoče ob koncu rekla najnim gledalcem? Še kakšno misel, 2, 3, 4, 5 ali karkoli želiš, če imaš kaj takega. Ja, ne, če se navežem na to, o čemer smo danes govorila, potem bi jaz rekla ljudem samo to. Nikoli se ne sramujte samih sebe, nikoli se ne bojte biti vi in imejte ta pogum in imejte to samozavest, da se zavedate, da ste veliko vredni in da vaše mnenje šteje in se ga nikoli ne bojte povedati. S tem bi volitve dobila lahko. To pa če jaz mislim tako. Če to poveš na televiziji, na soočenju, boš imela rating. Ja, pa nisi imela ne gejev, ne Romov, ne Albancev. Ja, pa to ti pravim. Ja. Kak tim smo? Lej, se včlanimo v Svobodo noter, jaz ali ne? Kje smo tu? Dobrodošel. Ker sem medijski človek, ne smem biti politično opredeljen. Veš, da bi jaz bil za politika? No, to sem zapravo, bi jaz bil za politika. Ja, seveda bi bil. Jaz sem bila zdaj presenečena, ti moram kar odkrito povedati, ko sem te tvoje trede brala, zdaj vem, kaj je to tred, veš? Na Instagramu, kjer si ti imaš zelo razčiščene pojme in zelo egzaktna stališča in jih znaš tudi argumentirati. In to je za politika v redu. Odlično. Pa ženske glasove bi dolgo predvidevam, ne? Tudi. S tem končava, ampak to sem ti že zadnjič razlagal, da kaj me matra pri tej politični zgodbi. To sem ti že zadnjič rekel, da si predstavljaj, da grem v to, pred volitvami. Pa sem glasen. Pa se zamerim vsem, pa svojim medijskim hišam, pa potem pa nisem zadovoljen, pa si nora. Pa zakaj bi se zameril? Pa kaj si ti nora? Ne, čakaj, idemo najprej. Ja, kaj si ti, da se jaz izpostavim politično hardcore, ker jaz tu bi šel na polno. Pa rečem to, pa mora biti tak, pa levo pa pa nisem zvoljen. Pa hočem biti nazaj na svoja stara pota, a politično sem se tako fejs opredelil, da sem se polovici Slovenije zameral. Pa nisem zvoljen. Čakaj, ne razumem. Kaj ne razumeš? Politično opredeliš, pa rečeš ta stranka ali pa ta opcija. Saj ti ta svoja stališča lahko lepo umirjeno, razumsko, argumentirano. Ampak si tako izgubil polovico ljudi, si izgubil, ki jih ne boš nikoli nazaj dobil. Ja, pa kaj? A jih rabiš tiste? Za biznis, za show biznis jih rabiš. Za show biznis ni fajn ločevati ljudi, kar jaz delam in to sem budal, ampak takšen pa sem. No, ampak to mi garantiraj da če grem v politiko, da pridem marca v parlament. To mi garantiraj. To še sednemo, nobeno ne moreš to. Jaz novi obraz, sveži obraz. Ne moreš nobeno garantirati, tako ne moreš nobeno garantirati, da poje zdaj te bojo imeli pa vsi radi. Ne bojte me, nikoli v življenju te ne bojo imeli vsi radi. Ne rabim, da me imajo vsi radi. Ampak rabim tiste, koliko glasov, koliko rabim glasov, da prijem parlament. Kje si, par tažnit. No,
Mislim, ki je kandidiraš. Zelo to še ena tema. Imamo v Sloveniji zelo različne volilne okraje, ki so se nam skozi 30 let spreminjali in Ustavno sodišče je reklo, da bi morali biti bolj poenoteni in bi morali bolj spremeniti, pa ni dovoljšnega števila glasov, da bi to naredili, ali pa da bi to, kar smo rekli, preferenčni glas. Če jaz zmagam v Celju, ni nujno, da prijem parlament. Da bi dobil največ glasov v Celju. Ne, ni nujno. Kam me vabiš? Pri nas samo proporcionalno. Kam me to španovijo, pa vabiš, Janja? Pri nas ti konkuriraš svojim strankarskim kolegom. Od njih moraš dobiti največ glasov. Ne tisto, ko je dobil največ v nekem volilnem okraju. Tako da, ampak jaz ne dvomim. Ti dvomiš o sebe? Ne smeš? Politika je politika, ne? Ja. Tukaj jaz ne dvomim v sebe, ko prijem na oder z mikrofonom. Ne? Dvomim pa, če bi tu dobil zadostno število glasov. Ne? No, to ne moraš nikoli vedeti. Ja, pa to moraš ti meni zagotoviti naprej. Ne morem jaz v neki iti, brez da vem, kam me čaka. Ne? Jaz bi prav se pustil, bi prav sem to delo. Ne? Pa se v življenju te marsikera stvar preseneti. Za nobeno nisi 100%, da bo tak. Ne? Ti javim. Dame in gospodje, to je bila Janja Sluga, vrhunska protiutež mojemu prejšnjemu gostu, da bomo malo to zbalansirali, drugačne poglede, kar je tudi prav. Če je bila vidva skupaj v pogovoru, to bi še le bilo, bi se vidva svajtala. Da bi na koncu ugotovila, da oba dva mislima, da bi morali priseljenci se naučiti slovensko. Da bi si dala recimo celo roke, ampak to bi bilo pa zagotovo tam mene med pol milijona pa milijon ogledov, to bi pa bilo, ja. Ti pa še nekaj rečem, če bi že zvok zdani končal, pa ne vem, kaj še vlečem, da sem v teh podcastih zdaj, tudi to je taka, veš, dvorezen meč, gostiš gosta, za katerega veš, da ne bo eksplodiral glede ogledov, ampak ga gostiš, ker ga ti želiš. Ali ti on se dopade, ti je simpatičen, bi ga rad nekaj dobrega dela, ali pa namerno zbereš nekoga, za katerega veš, da bo pokno. In sem dobil vmeseno ponudbo za enega gosta, ki vem, da bi mi naredil veliko ve, tudi tisto, kar ne sme vedeti, in bi povedal o nekih ljudeh stvari, ko bi užgale kot virus. In tudi naslov bi jaz dal tak. In sem se odločil, da v to ne grem. Torej si eden od njih medijev, ko sem jaz rekla, da so ugotovili, da so lahko bolj odgovorni. Zgleda da res. Ali da imel pa 3 limuzine pred bajto, takoj po izidu, pa bi rekli, gospod Gadar, boste pa z nami stopili. Pogledaj, nisem se tega šel. Raje naredim to, kar jaz hočem narediti, velikokrat, in se ne grem teh bi pa šlo, veš. Me veseli, da si se odločil tako, kot si se. Ta najn me zanima, kako bo naredila. Zdaj si aktualna. Če zdaj ne bomo naredila ogledov, jih ne bomo nikoli več. Boš povedal. Boste povedali. Ok, držite se, uživajte in kaj ne rečem, se vidimo naslednjo nedeljo. Čau. Adijo, čau.